se znajdejo v istem prostoru dve ženski, ki sta odprli svojo erotično trgovino? Delikatno vprašanje. Jaz sem šla na šiht in jaz sem sam razmišljala o seksu. Meni ni problem biti sama, ampak absolutno si pa želim biti v partnerstvu. Jaz imam v življenju samo izkušnjo, jaz sem imela včasih ful visok libido. In jaz imam samo izkušnjo tega, kako imaš res visok libido, pa ti greni življenje to. Velikrat ženske pridajo, ker se hočejo videti, kako bi izgledala, ko sem seksi, hočem se videti. Ja, dej meni malo povej, jaz bi rada vedela. Se pravi, ti najdeš čas za dating zdaj, recimo? Pač ti si sama sebi dost. Ti zdaj rabiš nekoga sam, ki bo to podprl in s komer ti bo sam še boljš, kakor ti je sama. Pa že sama ti je najboljš možno. Da ti postaja, da ti je boljše v dvoje. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta Lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kakor ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Ok. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se pri Pitchpop odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Jaz sem razmišljala, kaj pa če bi imela res squirting za obletnico, pa zakaj bi pa mogla biti nekaj spet tako... Ja. Da. Ja. Pač to je še vse ena taka stvar, ki ljudje hočejo videti, pa da ne raba za nekaj ful komplicirati, ker vsi smo imeli glih nedolg nazaj. Ja, ne, jaz se samo to... sminka si tako rekla, kaj če bi imeli squirting za obletnico. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? To je podcast, kjer se pogovarjamo o seksu, o partnerstvu, o fetiših. Danes pa je z nama Kaja. Jaz sem najprej mislila, da je to dejansko tvoj priimek Zmajevska, pa sem pa videla, da ni, da je to tvoj v bistvu umetniški priimek. Tako je. Kako si na to prišla Zmajevska? Kam je drugač briljanten. Kako si se lahko rodila s tako dobrim priimkom? Ne da. Prišla je do mene, veš, nekoč nekje v Belorusiji. Je taka dolga zgodbica, ampak je zelo, bom rekla, resonira z mano, zaradi tega, ker sem od majhnega zelo oboževala ptiče in zmaje. Plus, da se nekako tudi ves ta arhetipski svet okoli teh živali sklada z mojim karakterjem. Zgodbica je pa zelo dolga, kako sem prišla do Zmajevske, a vama jo povem na hitro. A se tako prebere Zmajevska drugač? Kakor želite, ampak v bistvu eni me kličejo Zmajevska, eni Zmajevska, ampak se me res primilo in me ljudje tudi tako nazivajo. No. Ok. Jaz zdaj ne zanima zgodba. Zgodba iz daljne Belorusije. Ja. Si tam živela? Ne, bila sem tam kot del ene gledališke skupine, ki je naredila eno zelo tako provokativno akcijo takrat. V Belorusiji se v tistem času zunaj na prostem pač je bilo prepovedano zbiranje, kakršnakoli aktivnost, tudi recimo kafiči nimajo zunaj teras, se pije samo not, ni koncertov zunaj, ni česar. Mi smo bili pa z enim uličnim teatrom dol in smo pač na ulicah naredili umetniško akcijo, malo so nas lovili policaji, pa smo pa se zaradi tega naslednji dan predstavili vseeno v notranje prostore in smo v enem klubu naredili eno tako interakcijo. Jaz sem igrala, ponavadi nisem igrala, jaz sem bila kot fotografinja del te skupine. Ampak sem takrat prevzela še eno vlogo in sem bila pobegla nevesta in sem letala naokrog, tam ko je folk dancev in kričala, kdo moj muž, gdje je moj muž? Kao, da iščem moža, da sem pobegnala in hočem imeti mnoga moža in v enem trenutku se je zraven mene znašel moški, ki me je prijel in mi je samo rekel, what do you want me to do?
In potem sva se zaklepetala in ugotovila, da je tudi on fotograf, in sva spletla prijateljstvo, ki še vedno traja. In v neki zgodbi, v najni interakciji sem se jaz predstavila kot ta pobegla nevesta, da sem pobegnala iz Rusije, grofov, ki je sicer zame ujel zmaja, in od tam naprej je prišla Zmajevska, ker oni pa svoje priimke dajo po očetih in so, a ne, če bi recimo ti si kot si ti Povšetova, recimo zdaj. A ne, jaz bi bila po očetu Stojanova, a ne, Kaja Stojanova, in potem je pač Zmajevska, ker smo bili v Belorusiji, iz Maja prišla Zmajevska. Okay. Tako. Čakaj, kako se... Ne, ti zdaj prvi moj komentar je, da ti res živiš zgleda neko življenje, ki je tako malo čudno, izven. Ne? Ker ta zgodba je bila ful zanimiva zdaj. Ja, mal, Pa je bila prva zgodba, ki si jo povedala. Mal me je vedno nosilo izven okvirja. Oziroma sem bila radovedna, kaj se dogaja v svetu. Kako se pa v resnici pišeš? Brezočnik. Kakšna dva zanimiva primka? Oba dva sta zanimiva. Nista? A ne? Ja. Okay. Ja, drugače, ti si fotografinja, buduar fotografinja. Yes. Drugače si študirala matematiko. Začela sem z matematiko in računalništvom. Kar pa je samo tako kaj. Ker zdaj gospa piše kolumne o seksu, ki so drugače tako dobro napisane. Jaz sem jih pač, nisem vseh prebrala, priznam, ampak sem jih kar nepar in tvoj stil pisanja briljanten. Prav potegnete noter, prav tako silno. The best. Potem si samo oklicana ženska z zelo visokim libidom. To sem samo k vama rekla, ko smo se pogovarjali. Nisem javno se tako A to zdaj cenzuriramo, ker jaz sem vprašanje, ki se da to nanašajo. Ne, lahko me vprašaš, veš da. Glavno, kako bi pa ti sama sebe predstavila? Kako A ja, pa pa še to, imela si sex shop. Ja, res je. To me tudi zanima, glede tega, ta zgodba, Okay. kako je do to prišlo, ampak kako ti sama sebe vidiš, predstaviš? Mama si tudi. Ja, otrok. tako naštevaš. Ja, kar ful stvari. Se pravi, pač to, ker ni stvari, s katerimi se ukvarjaš. Včasih je težko živeti v moji glavi. Ja. Ker je skozi ognjemet v njej. Mislim, jaz bi se opisala mogoče kot zelo radovedno. Mogoče zato sem tako zelo plula skozi življenje in odkrivala različne stvari in svoje različne interese. Malo sem imela to srečo ali nesrečo, da moj možgan funkcionira na dveh poljih. En je ta, ki je zelo strukturiran in matematičen. Matematiko sem jaz oboževala že od osnovne šole. Sem z matematičnimi zvezki pod pojšlo hodila spat. Ja, jaz tudi sem zato, ker mi ni šla matematika, pa sem hotela, da mi v glavo gre vse. Ja, ne dela. Pol drug je pa ta, ki je pač res ta umetniški del mene. Tudi v družini sem zrasla taki gor, ki je zelo umetniška. In sem pač, jaz sem vedno rekla, da sem se rodila s svinčnikom v roki. Risala sem celo življenje. In potem sem pač tle noter nekako jadrala, zmedena kot najstnica, nisem vedela, kam bi šla, ker si pač v bistvu skozi v nekem precepu, skozi v neki vojni sam sabo. Vsi ti govorijo, za eno stvar se odloči v življenju, če ne ti nič ne bo uspelo. Jaz se nisem mogla odločiti za nič. In pa sem rekla, nič, treba eksperimentirati, ker drugače človek ne more vedeti, kaj je tisto, kar te najbolj v bistvu vleče, kaj je res neka tvoja bit. Pokasneje seveda ugotoviš, koliko si preplavljen od tega, kaj so neka pričakovanja družbe, kaj si mogoče zaradi tega, kar je tvoja ožja okolica pričakovala od tebe, si se v neko smer bolj usmeril. Ampak jaz sem plula, se veliko krat razbila na čereh, ampak šla naprej. Okay. Jaz bi rekla, da sem radovedna in zelo, zelo pač rada odkrivam nove stvari. Okay. Kaj pa je tvoj tako, imaš ti en poklic, kaj je prav tvoj poklic zdaj trenutno? Imaš samo en poklic? Ne. Ne, jaz nimam samo enega poklica. Okay. Jaz zelo jadram, še vedno skačem med drugimi, to meni malo ustreza, zato ker sem zelo dinamična oseba, jaz pač ne zmorem delati joba, ko bi 8 ur bil, pa bi bolj ali manj eno in isto delala. Jaz lahko v enem dnevu naredim take preskoke v svetovih, da pač... Ampak meni to ustreza, zaenkrat mi še, imam še energijo, ampak čutiš pa, da počas bi rada, da se mogoče malo stvari vseeno bolj zapeljejo na eno cesto. In kjera cesta bi želela, da je to?
Zagotovo ta moj fotografski del, ta del dela z ženskami. Tle pač čutim največji klic, tudi največ sama dobim nazaj, te neke radosti pa zadovoljstva, ker pač res vidiš, da nekomu pomagaš kak korak naprej k sebi narediti. A veste kaj, jaz bom plagala tle zdaj Kajo. Jaz, ko sem gledala prvič slike na njeni spletni strani pod galerijo, dole bomo dali link in prosim pejte in celo to galerijo poglejte, dol scrollajte. Bolj, ko sem dol scrollala, bolj sem se jokala. Zaradi tega, ker so te slike bile tako lepe. Niso bile tako, veš, kot pač ženska, da greš na slikanje in se sem tako postaviš in pol je slika, tako slikaš in tu je to. Ne. Te slike so, kot da bi bile iz filma, ali pa kot da bi bile iz Game of Thrones, ali pa kot da bi bile iz vilinskega filma. Noro je. Pejte tu zdaj vsi takoj pogledati na pauzo, morate dati in pejte. Evo, Hvala, tu je resnica. Sara. Tu je nikoli tako, pa smo imeli že boudoir in tako in veliko sem gledala teh slik in veliko golih žensk tudi gledam. Ampak te so bile pa ful dobre. Res so imeli tako malo globino. Ja, veš, kaj malo drugače se Večjo. lotim stvari. A ne? Mislim, mogoče imam, pa tudi to sem zdaj v nekem zadnjem obdobju malo ta pristop svoj spremenila, ker pač veš, se sam spreminjaš, sem sama imela toliko nekih izkustev v zadnjih 3 letih, da sem našla neko pot, ki se mi zdi, da res lahko ženske povabim v en prostor, kjer lahko predvsem začutijo to, kar so, ne samo da na koncu v fotki to vidijo. A ne? Ko velikokrat ženske pridajo, ker se hoče videti, kako bi izgledala, ko sem seksi, a ne? Hočem se videti. A ne? Nobena se ne vpraša, kako bi se pa izpočutila. A ne? A veš. A ja, sem res, ja. Tako da sem obrnila proces in začnem na začetku, da jo peljem vse malo občutek, se ne moreš na boudoir fotografirati, zdaj tega switchniti, a ne? Ampak jo pa povabiš, da ona lahko en ta del sebe odpre in pa so fotke bolj kot priča temu. Ja. Ne končni cilj v bistvu. Tako, bolj kot da bi bile res tako, niso porno slike sploh, niti, ampak so take whimsical, mal, ethereal. Take so tako te ženske, ki so na njih. Ja, A veš, jaz se preklopim na energy, a ne? Ja, res je to. A veš, jo začutiš, pa jo pa časih vidiš, da ima še nekaj vseb, pa da bi jo lahko malo čez pelal in pa jo tako nežno, veš, pelješ čez kako rečico ali pa tudi deročo reko. Okay. Da kaj odkrijejo in pol imajo tako časih, mind blowing, a ne? Top. Ok, v glavnem, preden nadaljujemo, moramo samo še to povedati, da disclaimer, če te osebne spolnosti ne zanimajo, si za njih ne posluša tega podcasta, to ste zdaj že ugotovili, ampak še vseeno povem za vsak slučaj. Gledamo se vsak ponedeljek ob 20. na YouTubeu in vsak ponedeljek in četrtek Ob 23. na številki 22 na Arena TV. Pa še hvala vsem, ki ste že subskrbali, ki ste lajkali, ki komentirate in tudi zelo lepa hvala vsem, ki še boste subskrbali in ki še boste lajkali in ki še boste komentirali. To nam pač ful veliko pomeni in ful tudi pomaga, da pač za podcast še več ljudi izve, a ne? Ja. To je to. Tako da vedno je v bistvu nam pride prav, da komentirate eno lepo stvar, ki ste jo slišali pri nas, ali pa kako smo lepe, recimo. Tu bi nam tudi prav prišlo. Ja, in kljub temu, da ne odgovoriva na vse te komentarje, jih prebereva. Ja. In pri odgovarjanju pa včasih zmanjka časa. Ja. Meni je zelo žal. Jaz se spravljam glavno. Po mojem, zdaj, ko to gledate, že malo bo odgovorjen, ker to je moj plan za ta teden. Ampak ja. No, v glavnem komentirajte, kaj lepega, da smo lepe. Tu bi nam danes pomenilo. Hvala. To je to. Okay. Mi da smo pripravili za začetek icebreaker vprašanja. To so vprašanja, s pomočjo katerih se bomo mečkam bolj spoznali, preden zajadramo, potem še malo bolj v globine. Mislim, v globine. Se mi zdi, da s temi še najbolj v globine zajadramo, ampak bomo videli. In sicer, prvo vprašanje, bova tudi potem mi odgovorila, da boš tudi ti vedela, pač, s kom imaš opravka, ampak ja. Ali bi imela raje vedno višji libido kot tvoj partner, ali vedno nižji libido kot tvoj partner? Delikatno vprašanje. Smisel, da še rekla, smo mi tako vedno višjega. Vsega imam. Sem ne veš, če je tudi najboljše. Ja, se predstavljam, kako bi bilo včasih fajn, če bi bilo obratno. Ampak, mislim, jaz bi ga imela približno izravnanga. Ja, glih to ne moreš. Ali pa ne moramo pa tako, da bi pač mogoče lahko malo enkrat on malo višjega, pa jaz pa ni. Ne, vedno je narobe in v eno smer narobe. Ok. Veš kaj, še vseeno izberem višjega. Zatega
če se bomo dotaknili te teme, bom povedala. Ker te polni tako z energijo, življenjsko, ta točno to. libido. Ja. Ja, razumem in jaz sem tudi na to pomislila, ampak hkrati pa, če imam nižjega, pol samo on trpi. Veš, ker jaz sem tukaj, meni je bilo tukaj težko razmeriti, če sem jaz imela višji libido, ker pač pol, ker moraš nekoga prositi. Ampak razumeš? Jaz bi izbrala zdaj, da imam nižjega. Ker sej veš, pa piješ malo libido boosterja, pa imaš malo istega, ko moraš, ali pa se on malo bolj potrud, pa pol ti je v redu. Nižjega zberem. Čak, mene pa drugače zanima, zakaj, ker si rekel, da bi lahko še nadaljevala o tem, ampak povej, glih tlele, pri teh vprašanjih lahko poveš 100 stvari še zraven. Okay. Ker je bolj pomembno, kot odgovor, zakaj je ta odgovor. In me zanima zdaj. Zakaj? Ja. Mislim, v tem trenutku bi to izbrala. Mogoče bi, ko sem bila mlajša, izbrala obratno. Ampak takrat jaz še nisem znala toliko jadrati s to seksualno energijo, in pol v bistvu si prideš v točno to, kar je, se pravi, zdaj imam pa jaz višjega, pa tam imaš partnerja, ko ima nižjega, pa imaš milijon podvprašanj, pa si sprašuješ kot mlad, pa si nesiguren, pa si vprašaš, ga ne privlačim več, pa zakaj on noče seksati z mano, pa jaz pa bi, on pa ne, a kaj narobe z mano, a kaj narobe z njim, a kaj narobe z nama, a ne imaš ping-pong v glavi, plus tega, da pač seveda te ta sila skozi vodi in pač zaradi tega itak mal padeš že ven iz nekega splošno v krogu, vsi drugačen, vsi te mal drugače gledajo, ki te poznajo. A veš, pač se srečuješ z nekimi stvarmi. Ko se pa enkrat naučiš, da ta sexual drive ali pa ni samo libido kot ta potreba, ki jo je treba zadostiti, ali ni nujno seksualno, ampak da je pač to energija, ki jo lahko kot val vzameš in jo pretvoriš v druge stvari, in jo potegneš vase, jo imaš zase, ne rabiš je nujno spredati, ampak jo imaš v sebi in jo pretransformiraš v kreativo, v radost, v radoživost in si skozi pač v bistvu tako na enem fajn kofetu. To si tako lepo povedala. Jaz bi zdaj kar ta njen odgovor vzela za svojega, ampak jaz sem hotela reči, da bi imela rajš, pač da imam jaz višjega, ampak sem zaradi tega, ker se mi zdi ful lažji, ker jaz sem že prilagodila, jaz sem že znajdla. Se mi zdi, da je lažje, da imam jaz višjega, pa pač ok, kot si rekla, imaš pol kdaj tisti feeling, pač kaj zdaj narobe, zakaj pač noče, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da toliko vem o teh stvareh, da razumem, da je to čisto normalno in bi se znala o tem pogovoriti. In ja, kot si rekla, bi to energijo na nek drug način porabila in takrat, ko bi pač seksala, bi bilo še toliko boljš in bi bilo to boljš, kot da bi se počutila, kot da zdaj sem pa njega razočarala. Pa vem, da je to naroben način za razmišljati, ker ga pač ne razočaraš, ker je normalno, ker pač ne boš imel vedno usklajenih libidov in tega. Ampak pač, če bi lahko izbirala, rajš imam jaz višjega, pa bomo že, kakor obratno. Zdaj sem pomislila, to je dobro, ker tukaj si zdaj govorila, ne? Jaz imam v življenju samo izkušnjo, jaz sem imela včasih ful visok libido. In jaz imam samo izkušnjo tega, kako imaš res visok libido, pa ti greni življenje to. Tako, mlada sem bila, meni se je zdelo, da nisem mogla delati, ker sem imela visok libido, ker me je motilo, nisem mogla, pač vskus je bil ta seks v glavi in je bilo tako mi šlo na živce. Zdaj sem v drugem ekstremu bila obdobju, ko je bilo tako, pač sem seks staran, da lahko jaz kaj v življenju drugega naredim. In danes se bomo pogovarjali tako neka tema, ki smo si jo zadali, je kako je seks dober, polka si je... Koliko si ti stara? To se ne sprašuje. Kako se meni ta epizoda? Seks po 40. letu. Eto tole. No, in čutim, da bom jaz prišla čez 10 let v to obdobje, ko bom pa končno tisto neko balans našla med tem dvojim. Vidiš, sam 10 let še. Ja, to je v bistvu malo. To je v bistvu malo. To bo tako. Ja. No, ja. Se ga lahko že prej. Ja, saj vem, da lahko, saj se ful trudim, ampak vidim, kako mi tako je težko kdaj, veš, kako pomislim, v teoriji bi jaz imela visok libido, ne, ful. Sam res mi je bilo takrat težko. Se je, ker te lahko ful onemogoče, a ne? Ja, mislim, prav, ne moreš, mislim, to je sila, kot te res toliko žene, da si mislim, ne moreš se ostalo, ti je toliko več, da je grozno. Jaz se spomnim, ko sem imela nazadnje to, 2 leti nazaj, jaz nisem nič naredila. Jaz sem šla na šiht in jaz sem sam razmišljala o seksu.
pač grozno je bilo, drugače takrat me je pa prav Ja. bremenil, ker sem kar tako, nisem imela outleta, samska sem bila, zato da sem lahko pač da sva se s tistim, ki sem imela nekega tega Friends with Benefits, da sva se midva uskladila, pa to sva se mogla 2 tedna dogovarjati. Jaz sem vmes že tako umirala, kakšne stvari on meni pisal, kakšne sem jaz njemu, sem sad tako, lahko to gre ven. Tako da ja, takrat ni nič pomagalo, ker sem tako sraven človeka. Pač Ja, in točno to nobena ne igračka pomaga. Ja, nič ne pomaga. Nič nikamor nisem mogla dati te energije, sad tako v meni je urejala in sem bila tako. Ampak lahko, če si ti rekel, da jo lahko nekam daš. Ja, lahko Jaz to jo nisem naučiš, znala. naučiš Kako, se. kako? Ampak ko si mlajš, oziroma ne, ni vprašanje v bistvu mladosti, po moje, ne? Ampak je bolj, kot se spoznavaš, ne veš, ko te stvari pripravljajo, se jih moraš, pol pa si rečeš, ok, sej v enem, a veš, mal je fajn, a ne? Ta občutek, ampak pokoj te pa res toliko stisne, a ne, da si pač upravilno nesposoben lahko že včasih, a ne. Pa si rečeš, ok, a ne, šit, mislim, mi smo nekaj s tem narediti, a ne, zdaj nič ne moreš tega sprostiti, dobesedno res, včasih ne moreš tega sprostiti in je prav, tok te prevzame. In jaz sem si rekla, ok, mora obstajati način, da se to kultivira. Tako sem si rekla, se pravi, so moj zelo proaktiven, zmešan možgan, isto kot lahko kultiviraš svoje lastne misli, pol mora obstajati način, da kultiviraš svojo seksualno energijo. To ne pomeni, da jo zmanjšam, ampak lahko jo pa kultiviram. In Se pravi, da jo usmeriš v neki, kaj pomeni kultivirati, usmeriti v nekaj, kar bi bilo bolj produktivno, kot da tam v njej trpiš. se ne trpiš to, ko ne smeš, veš, ne smeš reči, da trpiš v njej. Aha. Mislim, ker ne smeš se ji upirati, Sara. Ok, se pravi, jo moraš Moraš čutiti. jo sprejeti, ampak ja, moraš jo sprejeti, moraš jo začutiti in pol pač, a veš, mislim, sej veš, če boš šla zdaj se poglobila v raziskovanje tega, kaj vse lahko seksualno energijo naučiš, boš našla vzhodnjaške prakse, ki so zelo čudovite za to kultivacijo, a ne? Kam jo lahko peleš in lahko to prakso, ki jo pol sam sabo prakticiraš, vneseš dejansko tudi v sam, recimo tudi med seks in tako naprej. In je čist drug experience pol. Ker te ne vozi ona, jo pelješ ti. Veš, ker tako, ko smo, recimo, Ja. to, kar smo zdaj opisovali, te ona voz, je ona za volanom, a ne? Pa moraš ti volan. Po je pa to ona energija, veš, ko ti je nekdo odtaka in ti točno veš, kaj boš z njo naredila. Dan si bom ji dala zato, da bom lahko 8 ur full v fokusu delala in jo preliješ in sam pičeš. Ok, zato si ti se tu na teh delavnicah tudi naučila. Midve smo se drugač prvič videli na delavnici od Maje. Veš ti to? Kaj je že bilo? Maja je imela neko delavnico. Ja, ta tempel delavnica je bila. Ne vem, kako sem pa jaz do tam prišla. Sploh mi ni Pič pop je jasno. bil sponzor, pa te A ja, jaz sem se tam znašla. V glavnem, jaz sem se tam znašla in jaz nisem prej vedela, da si ti ta Kaja, ki je imela trgovino seks. Mislim, vedela sem, da jaz sem, ko sem tebe videla, nisem vedela, da si to ti, ampak meni se je nekaj sanjalo. Jaz, ko sem videla, meni se je nekaj sanjalo in pol do ene sredine se mi je odsanjalo, da si tudi ta Kaja. In no, na teh delavnicah si se tudi naučila to. Hodiš veliko na take. Jaz sem prvič bila na tej delavnici tle. Jaz sem to v bistvu že prej začela raziskovati, ker pač veš, vseeno sem 40 plus, se pravi, sem mogla nekaj s tem v prejšnjih 10 letih že vse narediti, a ne, da se te ne odpelje, ne vem kam. Jaz sem bila povabljena na to delavnico in mi je bila pač krasna, a ne. Ali lahko malo poveste, kako je bilo na tej delavnici, ker po mojem vse zanima nas, ker kaj to zgleda, sploh kako poteka, kaj ste doživele? Bilo je čudovito, ful je bilo fajn. Kako? Res je bilo fajn, čeprav je bilo ful intens. V kakšnem bistvu- smislu? Tok čutiš. Veš, tok se tudi spustiš, prideš v en prostor, kjer odpade, če pustiš, no, odpade vse dol z tebe, ne rabiš igrati, lahko si prisoten in v bistvu raziskuješ, kaj čutiš, kako čutiš in kaj sploh dotik pomeni. A ne? Tam smo bili bilo nas je 20, 10 žensk, 10 moških, in pol kot skupina se ustvari tudi neka dinamika, gre se zelo nežno v bistvu skozi en tak, mogoče neko integracijo tega, da se sploh začutiš, da začutiš sebe, pa da znaš držati prostor drugemu, recimo, ki čuti. Taka super tudi za partnerstvo, recimo, odlična dinamika, da se je nauči. Ta drugi del je bil pa bolj sensual. Ja, jaz sem šla tam že domov. A ti Jaz sem kar zgubila spomin tele delavnice, ne vem, kaj je fora.
tako, v praksi tudi tako izgleda, ali pa za me je tudi tako izgledalo, Maja te tam vod, mikrofon ima v roki in hodimo tam vsi in tako so neke vajice. Tu zdaj čistko razlagam za ljudi, ki si tako kot jaz nismo znali predstavljati, kako to izgleda. No in pol recimo prva vaja je bila, da gledamo vsi vzdolj, pa premikamo stopalo in se stopalom pozdravljamo in pol se tako stopnjuje, veš, pa se gledaš recimo v oči, tako stojimo nasprot 10 pa se gledamo v oči, pol se recimo sedimo nasprot, pa si menjamo pare, pa moramo biti sili, pa se gledati ali pa tako, veš, take intimne naloge, ki so drugače ful neprijetne lahko. No, tu smo delali prvo polovico, drugo polovico se je pa začelo tako, da smo vsi tam mogli sedeti in imeti zavezane oči in pol so tam okrog hodili, drugi. Smo hodili. Ne, vsi smo hodili. Ja, jaz sem šla že domov, se tu, ne. Ti si šla In mene je domov. na uni točki tako glava bolela. Ne vem točno zakaj, oziroma po moje je bilo meni tu ful intenzivno, tako mi je glava bolela, da nisem več mogla in pol, ko so mi zavezali oči, ker nisem mogla več prostora zaznavati, tako kot sem ga prej. In so mogli oni tam, neki so se ti dotikali s temi biči, pa tako, pač niso te tepli, ampak tako, taktilno, pač, se pravi, kukor me zaprte imaš oči. To je bilo meni čisto overwhelming. Pa sem rekla, adijo, jaz grem domov. Tako da sem šla. In mi je bilo ful dobro, da sem šla. Pa sem stopila tam ven in je bilo prav olajšanje. Pa ne, to je ful dobra drugač delavnica. Sem tako intenzivna. Zelo je intenzivno, ampak jaz ful priporočam. Ja. Res. Ni tako, mogoče to ni neka stvar, ki tako celo delavnico uživaš ful. Ne, zato ker je tens, ker tudi sebe spoznavaš, pa neke stvari veš, vidiš, kje si mogoče malo zakrčen, kje je nekaj prišlo do neke tvoje meje, ampak si pa v tako varnem prostoru, da se upaš iti čez, dati si priložnost, da vidiš, kaj je tam, ker veš, da te nihče ne bo obsojal, pa da noben te zdaj ne gleda, kako se ti na kaj odzivaš, zgubiš malo ta sram, predsodek do nekih stvari, a veš, zbudijo ti vseh 5 čutov, gre zelo tak fajn sistematično na to, pa to zaupanje, pa, ki ga ustvariš lahko s sočlovekom, ki sploh nima veze, da bi moglo biti seksualno. Ja. Ok, the best. Jaz mislim, drugač, da ti bi mogla enkrat iti na to delavnico. In jaz tudi mislim, da bi ti bilo ful neprijetno. Ne vem, zakaj to mislim v resnici, recimo meni je bilo neprijetno, ampak mislim, da bi bilo tebi tudi neprijetno. Ampak zakaj ti je bilo neprijetno? Fak, ne vem, ene stvari so mi bile ful neprijetne. Recimo najbolj neprijetno mi je bilo, ko sem začutila, da sem nekomu všeč, moškemu. Se pravi, recimo, ki je glavni, ki je vodil, ko smo se v krogu zamenjavali in ko sem jaz prišla do njega, tu mi je bil največji trigger, mi je rekel finally. In to je tako ful nekaj lepega za reči in lepega za slišati. Mene to spravilo v čisto stisko. Jaz sem bila v čisti stiski. Jaz prav nisem vedela, kaj vse na svetu bi mogla jaz zdaj performati pred njim, da bi potrdila ta njegov finally. Shit, mene se sula ta ena beseda. Mislim, ni me res, ker ni me se sula, ampak mi je bilo pa ful neprijetno. Ta druga je bila pa tu, ko smo mogli sedeti nasproti en drugega in je bila različne stvari smo mogli delati in ena naloga je bila be silly. Pač, just do something silly. V life. Jaz sploh nisem vedela, kako bi to speljala. In pa sem pogledala okrog sebe in vsi so bili tako neki in jaz sem lahko sili, ko mi nekdo ne reče, da naj bom sili. Jaz sem zmrzana. Zmrzana sem. In mi je ful zanimiva stvar, ker jaz sem drugače kar otrok, ne? Ampak pred nekim moškim, ki sedel nasprot mene, biti sili in neumna in grda in nepripravljena, je bilo pa tako ekstra. No, se ravno to je catch. Ja, ne? Ja. No. Ja, meni to zveni tudi grozno. Ja. Pa če sem bila zdaj na eni delavnici, samo akro joga za punce, sam punce smo bile. In je bila na začetku vaja za ogrevanje, da smo mogli pač po telovadnici hoditi in si mogel potem, ko si prišel do nekoga, kam imam papir škarje in če pač si izgubil, si mogel iti po vseh 4, če si pa zmagal, si pa pač bil pokončan. In potem pač si mogel kar do ljudi in se to z njimi igrati in pa si bil pač ponižen tam, če si izgubil in si mogel po vseh 4 hoditi. Meni je tako grozen. Jaz nisem prišla sem zato, da bom pač mogla z ljudmi interaktirati. Jaz sem prišla sem z to Saro tle, da bom mi dodelala to akro jogo za punce in to je to. In meni so tako stvari z neznanci, pač
vem, da to tako čuden zveni, ker sem pač nekdo, ki ima podcast in tle neki se kao javno izpostavljam in kakor imam rada pozornost, ampak je nimam. Jaz sovražam pozornost in jaz sovražam, da neznane ljudi neki tam, ki si v neki taki situaciji, meni je to tako naporno, meni je to tako stresno, meni je tako strah, meni je, ne vem. Ja, tako da to, kar si ti opisala, to je še 100-krat hujš, kot to. Ja. Kar sem jaz leto živela in bi mi bilo stresno. Ampak po moje, ful pa greš izven cone obdobja. Je in- kar- Ja, greš si, zato je meni bil izziv, recimo, ker res načeloma tudi nimam rada takih večjih skupin, a ne. Se mi zdi, da take intimne stvari, mislim, bi jih bolj v manjših krogih raziskovala, če že, a ne. Tako da mi je isto bil, ampak sem se rekla, zdaj pač poskus pa, da vidiš, do kje se lahko odpreš, pa kaj lahko izkusiš, a ne. A veš, da me ni takoj povozilo, mislim, ta krč povozil, a ne. Pa še izziv je tako meni, vedno, če mi je kakšen neprivlačen moški, tako konvencionalno zelo neprivlačen. In pol moraš ti nekako pač, Ja, preseči moraš to. ne smeš ga ja, gledati, ozavestiti, da tu ni to, kar ti zdaj tam moraš gledati, ko gledaš njega v oči. Štekaš? In tako ti pol megli, tako, kad ti recimo njega gledaš v oči in veš, da sta oba dva kakor samo ena kuška, meni se je ful na sredini tako zazdelo, mi smo vsi eni kuški. In tle smo si prišli malo ritev vohavati, pa se spoznavati, veš, tako čist, res je bilo tako kuškasto. In pol tvoja misel je pa, on je pa res neprivlačen. In pa se moraš ukvarjati ne samo s tem, da je on neprivlačen, pa da ga moraš gledati, ampak, oziroma sploh ne s tem, ampak s tem, da si ti glih kar v tem prostoru svetem pomislila na to, kako je en neprivlačen. Ne? In pa si malo grozna in si ogabna in tako in ful enih stvari. Meni je bila v bistvu ful naporna tu delavnica. Se je bila, se meni tudi. Ja. Ampak mi je bila lepa, sem ful veliko potegnala ven. Ja. Super je bila. Mislim, res je eno tako kar globoko izkustvo. No. Mislim, srečaš se točno s tem, srečaš se s tem, kako te v bistvu mehanizmi delujejo. Tako to, kar si zdaj ti upisovala. Ja. Pa vprašanje, a boš se s tem ukvarjal, oziroma si dopustiš, da so čisto normalne misli, ampak se rečeš, a bom zdaj, me bo to ustavilo, ali me ne bo, ali grem preko tega, ali ne, ali vidim samo osebo, ki je jaz ne gledam skozi prizmo predsotka in tega, kar pač zdaj mislim, da sem tle, pa da vidim, a obstaja še kaj drugega tle. Ne? Ja. Ta del moramo maj poslati, tu bo ful je dobro slišati to, kaj smo doživeli, ker nismo, jaz si nisem povedala na tak način. Ok, ne vem, kaj je vprašanje že. Ali bi raje vsakič eksperimentirala z novo igračko, ali pa do konca življenja uporabljala samo eno in isto igračko? Definitivno bi eksperimentirala. Vsak dan znova. A je vsak dan? Mislim, vsakič, ko hočeš. Pač Vsakič, ko bi, hočeš. Vsakič, ko bi okej. hotela, bi mogla vzeti novo igračko in ena bi ti bila ful dobra in je ne bi smela nikoli več uporabiti. A tiste pa ne bi smela Ne, več? to je to. A ne bi vseeno eksperimentirala. Glede na to, kako se ta svet razvija, ne Ja. dvomim, da bi naletela na kako, ki bi presegla tisto, ki je bila najljubša Aha, pred tem. Aha. Tako da, absolutno kratek in jasen odgovor. Si ti tako, ja, Kaja je imela, tu lahko zdaj že povem, ja, jaz Ja. kar bom. Kaja je imela trgovino, seks trgovino in ti si imela samo tako kvalitetne izdelke. Je res? Je, pač to je Ki si bila jih sama kurirala. tako. Jaz sem jih sama kurirala, pa bilo je taka zelo butična trgovinca, ki je bila namenjena specifično samo ženskam. Se pravi, ni bilo nič not za moške. No, moje vprašanje je bi bilo, si tak frik na to, da mora biti res kvalitetno, tako da mora biti silikonsko, da mora biti tako. Malo me pa zanima. sem, ja. Ja? Okay. Mislim, zdi se mi prav, da če se ženske igramo Mhm. z igračkami, da se igramo z nečim, kar nam ne more škodovati. Nisem proti nekim, Itak. mislim, a veš, pač se pravi, ne da zdaj mora biti res vse 100% medicinski silikon, čeprav pri meni je kar bil. Ampak nisem pa res ne hotela imeti not stvari, ki so sporne. A ne. Ko mi je šlo res za to, da je pač experience vedno lahko pač preprosto samo lep. A ne. Ja. Ok. Ja, jaz sem drugače tudi ful piki glede teh igračk in sem tako, mora biti kvalitetna, mora biti Ja, veš, ko stari včasih pa punce materiali. kupuje, pa drugi pa polno nekega šundra. Jaz tudi tistega prvega, ko sem ga dobila za darilo, o moj bog. A Ja, veš, ja. mislim, zdaj Ja. Ja. ne vem, če ga bi se s prstom dotaknila. Jaz sem Ja. imela isto izkušnjo. Pač moj prvi za 18. rojstni dan, zdaj ga ne bi nikoli pač. Kaj to od punce dobijamo za 18. rojstni dan? Takih takrat, ko jih ne rabimo.
Mislim, vse o njih, ne to, kar sem jaz dobila. Ne. Zdaj drugače takrat jih niti ni bilo toliko, veš. Ja, se to. To je bil res, mislim, je bila avantura, da si priš do nekega sex shopa, pa da si nekaj izbral, pa kupo. Se to. Jaz sem samo enkrat kupila za 18. rojstni dan eni kolegici in prvič sem šla v Venera shop in meni se je takrat zdela briljantna ideja kupiti vibrator, navaden, pač klasičen vibrator, z vonjem čokolade. Z vonjem čokolade. Ta vibrator je imel von čokolade. Se pravi, ta plastika. Čekaj, samo katerega kaj, je bilo what's the point? Ne vem točno. Ja, A meni se mogoče je je bila zdelo, da so to ful dobro. ona, a veš, ona plastika, ko ful smrdi. Ja, se je bila. In pol so oni dali noter še nekaj, da je imelo von po čokoladi. In tu je imelo res ful vonja po čokoladi. In tudi, ko si mandeka v meštu, še vedno ima von po čokoladi. Si ti predstavljaš, Kaj je to bilo noč? kaj to mora biti tam noter, da ima von po čokoladi? Ne. Crazy. Tu po mojem zdaj sploh več ne obstaja. No. Ja, ziher. Zagotovo obstaja, samo to je tako res ancient. Don't buy Mislim, this. stvar. Ja. Drugače, kako ti je bilo imeti sex shop? Koliko časa je to trajalo? Jaz se spomnim, kaj je enkrat ta kinki obstajal in Polje pa nekaj obstaja. poj pa nehal obstajati. Kaj je bilo vprašanje, stvari, oprosti? Joj, še enkrat. Glavno, kaj pa ti, Sara? A bi raje eksperimentirala vsakič z novo seks igračko ali do konca življenja uporabljala samo eno? Pa pred nami v bistvu samo en odgovor, ker pač midve ne mora do konca life samo eno uporabljati. Zaradi podcasta. Midve lahko kar zapreva pol intimni Ja, tu se ne kotiček. šteje, tu pomislimo, tu odstranimo, da imamo podcast. Aha, okay. Ampak jaz bi še vseeno vsak dan z drugo. Pa da bi bila vedno ta ena druga una napolnjena in vsak dan z drugo. A ne? Ja. Tako, čeprav isto bi mi bilo v redu samo z eno. Sem pa včasih Kjer bi izbrala pol? Ne bi mogla, ker ti ne moreš najljubše izbrati. Ne, ne morem, ne, ker mi je vsakič najljubša una, ki je napolnjena. A res, ali pa, tukaj si simpel. Joj, ko imamo vse Tako več ne prazne. komplicirati. In jaz Oj, sploh bolj ni res. kompliciram. Sploh ni res. Njena najljubša je tista, ki je pač low effort. Ona so vraš high effort igračke. Tako da... Moja najljubša je to, kar je pri roki. Jaz se res ne hecam. Lej, če imam jaz v sobi najslabšo igračko ever. A lahko pod vprašanje ti Ja. dam? Kako to misliš pri roki? Se pravi, ti jih imaš tako povsod nekje, na vsakem koncu. ja, Gre mimo, veš. ja. V Mari pred hodnimi vrati, eno kupalnice, eno pod kavčem, eno pod polštrom. Jaz, pičpop, imamo s teto, jaz pa moja teta. Okay? In mi še skupaj živimo, ker sem se jaz preselila k njej, zato ker pri meni v domačem kraju zraven hiše zgradijo in štemajo. Tako da mi živimo skupaj in vse, naš cel biznis je v tej celi hiši. Ne? Mi imamo vse. In tu je povsod vse. Zato vse vibrira, razumem. Ja. V glavnem, tako da seks igračke so naš life. Skus je kje nekje neki, da lahko pač jo vzameš, ne? Tako da, una, ki je najboljša v tistem trenutku, ki jo rabim. To je resnica. To je resnica. Če pa ni napolnjena nobena, ja, pa grem pa dol v skladišče, pa eno odprem novo neko. A če ti napolnjena, boš novo odprla. To si že naredila. A to so zdaj Da oni nobena te, nima- ko so že na pol nafilani, da ga vse lahko... Ja, Ko sem vse rekla, hvala Bogu, da so to naredili. Kjera tortura, da si ti naroča eno Ja. stvar, pa si mogel dati pa filat. Pa. groza. A ne, da. Grozno. Mislim, še sreča, Ali pa da ne je na me to baterije, pa kapnalo. nimaš nobenih baterij doma. Še une izdaljnice so prazne, ki si že prazno v enem drugem No, jaz vibratorju. povem nekaj. Jaz večino, mi smo letos sprobale vsaj 60 igračk vsaka, 50. Vsaj. Ne, zato ker je bilo 50 epizod, pa smo jih nekaj že prej probale. Ampak ja, No, 30 ogrom. pa 40 ziguren. Ogrom. Jaz večino teh igrač nisem nikoli napolnila. Jaz sem samo vzela iz škatle, polna je bila, ker je bila polna, porabila sem jo do konca in ko pač je crkala, je crkala. In jaz tle vedno, ko pol moram predstavljati, v intimnem kotičku so vse crkene. Ja, jaz to nikoli ne bom dala povem. Meni je to tako težko. Sara, to zveni tako wasteful. Za kako to misliš? Pač tako. Če moram za službo probavati te igračke. Vem, ampak tako, zakaj napolni jih, prosim? Da jih meni prinesimo jaz napolnila. Jaz tu ne Prinesi mi morem. vrečko, Glej, jaz pa imam polnilce neko not. blokado s tem polnjenjem, čist mi je tu mač kablov in tu mač mi je dela in razmišljanja. Ne morem. Te kabli so pa tak pen in Ej, jaz. to smo hotela reči. Jaz imam toliko teh Kako kablov. ne morajo tega Jaz imam narediti eno poslovno univerzalno, idejo. isto tako bojo pri telefonih Grozno. narediti, ne pri tem Ja. naredijo. Jaz ne najdem nič in pol me je najhujš, ker nimam več polnico, ne najdem ga, ali pa ne najdem kabla, ali pa ne vem, kjer je, od kjerga. Pač se to, jaz si drugače napišem, če je bel kabel, si napišem z alkoholcem gor, od kjer igračke je. Če je črn kabel, koga je na živce, da je črn kabel, ker nimam gor za napisati in pa moram nalepko gor lepati in se mi ne da. In... Jaz To je vem, cel da tu sistem. Pa, vsem grozen. Tu sem normalnim ljudem zveni ful čudno, kar me zdaj govorimo, ne?
Ampak, ko imaš enkrat doma tuk seksi igračk in tuk kablov, Ja. tu je norišnica. In moja poslovna ideja je, lahko jo ukradete in naredite tu, pa meni date pol, narejeno, en ta izdelek. Tu bi bila taka škatlica nekako, tako bi izgledala kot ena takale posoda. Takole bi bila. In jaz bi igračko samo not položila in bi se ona napolnila. Ja, tako imaš te, Štekaš zumijo, to? a veš, zumijo imaš tak. On je tako, ga samo notri daš, tako eno skodelco in se Ja. polni. A veš? No, tu jaz rabim. To Ali je pa ono cool. čvakoma, ki ima še projekcijo zvest, medtem ko se polne. A veš? Ma ne, ker ga moraš imeti priključenega, nekaj mora biti priključen v elektriko. Jaz tu ne bi. Jaz Pa bi, da kaj se je, bo na zdrog polnil? ne, da je brez Ne, polnilc je pač, se pa samo not položi. Briga me, Polnilc je ko treba Apple klopati. ure, ki jo lahko... Lejte, Ja, ja, posodico to. naredite, poslušalci, poslušajte, posodico naredite tako, da je polnilna posodica in tu ima Ne ekstra posodico, posodo. To ne more ekstra hitro to ne bo polnjenje delati, ima. zato ker igračke niso temu prilagojene. Bo delalo. Bo. In ekstra hitro polnjenje je in sem tako notjo daš. In za 5 minut, če jo Ja. boš uporabljala, se takoj se malo napolne, da jo lahko spet uporabljaš. Pol pa še najbolj Prav. fajn je, da ti skledici dezinfekcija, pa vse, da še gre pa res. Ja, ja. Pa je samo to. Ja, Okay. top. No, ko smo že glih pri igračkah, je na vrsti intimni kotiček. Aha, Segway. ok. V glavnem, kaj? Ne, noč. Skratno, Ja, ne vem, po nesreči. V glavnem, v intimnem kotičku midva vsakič predstavlja neko seks igračko. In midva sva na srečo dobile najboljšega možnega sponzorja za ta podcast in to so Skin kondomi. Oziroma pač, ja, Skin. In oni nimajo samo kondomov, oni imajo tudi igračke. A In veš? lubrikante. A res, Ja. tako, to pa nisem vedela. 3 igračke ima. 3? Ja. Ona je ta. A to je nekaj novega? Ja. Oh, He's so flower cute. power je podobno. Ka ne? Ja, Moja jaz sem prva prva tudi pomislila. Ja. 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 No, in mi smo dobile za testirati vse te igračke in dobile smo, da damo še gostu za darilo. Po mojem lahko kar damo. Jaz sem dala teptam vrečo za darilo, zaradi tega, ker sem jaz iztrošila svoje sposobnosti govorjenja po prvi epizodi in sem mogla prešaltati, da ji ti daš. Ker če slučajno jaz ne bi mogla govoriti, da ji ti daš. No, dej zdaj. Prvič v življenju jaz dajem drugače darilo Oh, gostu. evo, Izvoli. čast mi je, hvala. Tako da zdaj ti dobiš tudi 100 igračko za A ti uporabljaš drugače kondome, kaj? Ne. Ne, ok, ker če ne ti Mislim- daš še kakšen kondom zraven. Mislim, lahko mi ga daš. Glej, čak. Veš? Poznam jih drugače. Ful so dobri. Najboljši so. Mislim, ne, da jih ne Najboljši. uporabljam, ko jih uporabljam, sem uporabljala te. Ja. Ja. A bi imela navadne ali ekstra lubricated? Kar navadne. O, merci. Takole. Da jih ne bo Vse Res bomo super. navlekli na te kondome. Vse prav. Drugače niso pa še dobili sploh nobenega negativnega komentarja. Vsakič, ko nekdo sliši za skin kondome, rečejo, da jih že uporabljajo in da so najboljši, in da sam te uporabljajo ali pa pač, da jih bojo probali. To pa poznaš. Dober. Poznam, sem še nisem da uporabljala. No, Top. zelo šlo sprobala. The best. Zdaj, jaz sem to Oni so tudi A najbolj to je sponzorni. tako, Ja. a to je tako, lahko pol tudi Seksaš seksaš z z njim. njo. Ja, Ja, ja. ja. In ona je Slovenka, tako da we support Moonlon Oh, menstrualni oh, the disk. best. Ja. Hvala Jaz sem zdaj zelo. pri tem Moonlumu edin to ugotovila, ti še povem pač tako, če ti slučajno bo kaj spuščal, je lahko velikost, ni v redu. Jaz sem imela najprej pač to manjšo velikost in sem pa ugotovila, da rabam večjo. In z večjo mi pa pač noben problem ni bil. Tako da upam, da ti bo tale v redu. Bom stestirala. Tako da Ne- ja. ne moramo držimo vedeti. pesti. Ja, Ja. ne. Ampak je pa ful, za seks sta bile pa obe velikosti v redu. Je pa šlo pri obeh. Odlično. Ok, zdaj imamo pa tega za predstaviti. V glavnem, polne se na magnet, kar je enim bedno, meni je top, jaz te magnetne imam ful rada. Vodoodporen je, silikonski. Ja, kaj je tak mini power flower. Ni tako močen, kot power flower, bom to rekla. Ampak je pa ful tak praktičen, isto se ga da zelo enostavno tudi med seksom uporabljati. Pač v bistvu je kaj tak malo večji bullet vibratorček s temi listi. In je tako kluška, lahko ga tudi na penisu malo uporabljaš, lahko ga daš tako čez klitoris, čeprav meni je ful bolj sam, da ga tako prslonam od strani. Tako šok. In ja, pač luštkan. Ima več teh vibracij, vzorčke, vse pač fajn. Dobra stran teh skinov je tudi to, ker velikrat imaš ljudi, ki jih je strah naročiti ali pa je to sex shop. Sicer, če od Pitch Popa naročiš, dobiš v čisto navadni škatli in noben sploh ne kvaj noter, ampak te pa lahko kupiš tudi v vseh navadnih trgovinah. A te je nekaj. Tako da Ja, greš Lidl, lepo tam Mercator. ja. Tam, ko imajo kondome, imaš pač to. Luškan. Veš kaj? Eno filan. Ja, mislim, da je.
Ne? Mogo bi biti. A je. Okay, Veš, kaj bom jaz povedala o teh skinovih igračkah? Najprej sem jaz mislila, da so tu sem zato, da so. Kaj imaš pač brand, ne? In pa imaš še 3 igračke zato, da so. Ampak v resnici so me čisto vsaka od teh igračk presenetile. Prejšnjo epizodo smo imeli bullet vibratorček, ki ga ni tle. Sem ga pospravila. Ta je bil mi isto ful dober, ful mi je kul, ga lahko tako prsloniš in je tak gibljiv in ga lahko res čez celo prsloniš. Res je tako. Ja. Tle se vidi. Dosti je močen, lahko ga imaš kukar ta točkovni stimulator, ker pač ti laski tako delajo. The best. Kako bi ga ocenila? 9 od 10. In veš zakaj? Ker so mi tilele laski preveč skupaj. To niso laski, to so ušeska. Ja, ušeska. So mi preveč narazen. Tako, jaz bi si želela, da ali je tu prerezano tle do konca, zaradi tega, da lahko klitoris gre čist vmes do konca in ga skupaj stisne čist. Ali pa bi si želela, da so tele mogoče mečkan bolj imajo upora, da lahko dejansko ga vmes pritisneš. To je edini komentar, ki ga imam. Ja. Jaz bi mu dala 8,5 od 10. Okay. Zato, ker mene toliko na Powerflower spominja in ne morem, da ga ne primerjam s Powerflowerjem. In pač vsi vemo, da je Powerflower moja najljubša igračka. Tako da Powerflower je 10 od 10. Tale je pa pač še vse mal manj od njega. Ampak tako iskreno. Ful dober približek. Pa cenejši. Pa dobiš ga posod. In tudi pič papov. Ja. Tako da med nama 10, še 10. Ja. V Mercatorju pa ni tako, da čeprav si predstavljaš, da greš v Mercator, pa greš na blagajno s skin igračko, pa rečeš, škoda med nama 10. Pa vsi folk ne bi vedel, ko to vidi, a veš. Kaj? Mislim, kot si daš to gor zraven, ne vem, tam imaš še 2 klobasi. Ne moreš škoda uporabiti. Nimajo v Mercatorju kode med nama 10 vključene. Ja. Zato ne kupujte teh stvari v Mercatorju. Ne. Ena in edina pot. Vi samo kupite te stvari, kjer hočete. Samo kupite skin. To je to. Pa to telo sprobali neki tako. Ja. Pač, a veš, realno, recimo predstavljaj si, da greš tako nekam na potovanje, pa si pozabil igračke doma ali pa neki ti je crknila in poriš pač v trgovino in vidiš te skin igračke in si tako, se res pač. To tudi lahko. Kul je, da je to postalo, da lahko to daš v trgovino, ne da moraš iti specifično v sex shop. In dejansko na blagajni. Pa tudi je prav, da je, ker to bi moglo biti del vsakodnevne higiene in lahko. Ja. Kje je pa tvoja najljubša igračka? A moja najljubša igračka? Ja. A veš, med dvema sem. Okay. Ampak, če bi pa res mogla reči, da lahko sem eno izberem, bi bil pa to Zumijo. Res? Kateri je to? Dejte, jaz ne vem. O moj bog, to je palični, ki se vrti, ki je tako. Zumijo pa nisem nikoli probala. Vem, ka ima ful nastavkov. Različni. Ne. Sam eno palčko ima. Zgleda tako zlato ta palčka. Zgleda kot svinčnik. Veš, tak je kot tako malo bolj ukrivljen svinčnik in ima na koncu, imaš pač 3 vrste, pa imajo te konice različne. Eni so bolj ploščati, jaz imam to kot najbolj oska. Pač. Ja? A pa dejansko je razlika, kakor če vibrira, kakor če to osolira? Ali je kakor, da bi vibriral občutek? Mislim, zato, po mojem na tistem, ko ima bolj tako eno žličko konico, tam po mojem bolj čutiš to oscilacijo, ko pa pri tem, ko je res tako oska, tako ena taka bunkica. Ja. Pač čutiš, da vibrira, ampak the sweet spot, ko ga lahko s tem zataneš, pa z ničemer drugim ne priješ blizu. A si kdaj probala od Satisfyerja unga točkovnega, kaj je? Kako se že imenuje? Twirling fun. Kaj me zanima, če je podoben Zumijo. Kako pa je twirling fun? Pač isto zgleda. Isto je palčka, isto pač vibrira, oziroma se kao vrti. Je trda ta palčka? Trda je. Je trda, ni silikonska gibljiva. Aha, trda, ok. Cool. Se pravi, ni podobno, Satisfyerjeva je mehka, ne? Ampak je pač to je še zmer knock-off tega Zumija. Zumija je pač bil originalen. Ja, veš, kater je podoben temu Zumiju, po moje? V tistem paketu 4, Avian paket 4. Veš, kaj sem ga enkrat predstavila, ki ima isto kovinsko to palco. Samo te kovinske so pa meni ful agresivne. Ne vem, zakaj. Ni, veš, kaj to je čistanko. Veš, kaj to je res ta... Malo se počutim kot zdravnik. A ne, da, ja, mi drugač. Pa mi, ne vem. Ali bi skovinsko, ali bi smo takšne danes pristopili, to je zdaj vprašanje.
Ne, ampak veš, kaj je pri tem? Meni je tako, ko se igraš s temi stvarmi, ene senzacije so take, ki načeloma prideš z večjimi stvarmi do približno nekega istega učinka. A ne? Imaš pa te specifike, ki jih pa ti z ničemer drugim ne moreš doseči. A ne? In to je pa res, ni šans, ne moreš doživeti to dvoje, ne moreš doživeti to sam, ne moreš s katerim drugim braterjem, ker je to taka specifika tega, ker se ti zdi, da ti na on mikroživčni končnič pikera, a veš? In je res, te samo... A ga uporabljaš tudi prav to točko ali tako celo to dolžino? Mislim pač tako dolžino palčke. Ne sedem in tista dolžina palčke. V bistvu je tako, veš, tako, da bi šel na raziskovanje in pol sam iščeš, kje už pa sweet spot najdo. A veš, ker je neprijetna senzacija je tako povsod, pa prideš pa do točke, ki jo lahko pa greš pa v točko in jo iz različnih, mislim, dobesedno prideš do vozlišča končičev, ki so, a veš, in krožiš okrog njega in ga res napikeraš. In tam je pa on, ko je pa res, mislim, nisem besed, kako bi to opisala. Se pravi, ti imaš rada take ful intenzivne občutke, načeloma? Ne, ni nujno, jaz imam rada vse rada plujem. Ja, ne. Ni mi zdaj to, da rabim sam to, da bi me tak intens, ki je však je fajn, če te lahko nežno lepo valoviš pa. Me zanima, če ta Zoom je drugačen. Joj. Ja, dej bomo tu zrihtali nekako, nekam bomo dali na spletno stran, ne? Mi imamo sex shop. Jej. Bomo našli ta Zoomijo, pa bomo ga zrihtali. Pa bomo videli. No, dobro. Prav. Ok. Ko je bilo kakšno vprašanje za me, moram kaj odgovoriti. Ne, da smo imeli intimni kotiček. Aha, Pa no. njo smo vprašali, če ima ona najljubše igračko. Ja. Ok, pa imaš velike igrače doma, tu sem še hodila Ja, vprašati. kar nekaj pa, no. Imaš V tako mojem predale? predalu. Ja, predal imam. Mislim, nimam predalov, imam predal, ni predalček, je predal. Ok. In je zelo lepo urejen, ima tako sviljeno rdečo podlago in pol imam vse noter, vse druge stvari noter lepo zložene. Tako da je res tak sacred space za In me. vse je čisto. Seveda. A jih umiješ po vsake porabi. Ja, veš da, to pa res. To sem pa zelo, zelo dosledna, to pa res. Na cestih tudi sam ne vsako. Ti ne, a vsako ne, zato takoj. ko jih itak od stran zmečeš vse, da skoke se je Pa ne odprazno. zmečem Po pa gre v en koš za perilo. Ne zmečem jih, jaz v smeti. Se vem, ampak tam na strani jih daš odložiš. Ja, pa če jaz ne umiem glih vsak dan uno. Res ne. Ne, ki jaz pa to vse, pošpricam, sprejam, vse, kar imam pri Ja, pomočki. če ob dveh ponoči masturbiraš. Da je to, ha? Če v 2 ponoči masturbiraš, greš umit? Ok, dobro, ob 2 ponoči ne grem, pa grem zjutraj. Ne. Čeprav, če bi vstala iz posle, če ne zaspim, če me ne nokautera, pol grem umit, seveda. Ja, veš, ja, no. Se to je prav. V bistvu... Ti si edina prava Ja. tlele zdaj. Poslušajte njo. Zakaj? A vidi, ne umivate, ti jih umivaš. Jaz jih umijem, jaz sem tako, jaz imam 2 predala. A ti imaš 2 predala, enega so čisti, eni so pa za pranje. The best. Ja, imam pa še v omari, imam pa jaz potem jih dam vse zložim na eno brisačo, ker ful je boljš, ki jih v bulku umiješ, pač ja, jaz imam pač to srečo, da imam res ful teh igračk in jaz ne rabim potem vsake sproti umivati in tudi, če pač kjer ni nafilana, tudi ni problem za tega, ker pač sam novo vzamem. Pač meni se, če crkne sredo uporabe, sem tako ta flak, nič hudga, imam tle še eno drugo pripravljeno. Pač skozi neki, ki bo napolnjeno, ki bo čisto pač tam v predalu. In ja, in pol pač zdaj imam že toliko, da potem dam to brisačo, ja dam pač v eno drugo omaro, na eno polico in pol tam sušim in. Zdaj, če sem nekaj iskala, sem tako pokizda, vem, da sem umivala to, kje je zdaj in da sem mogla tam ustati in to iskati. Tako da ja. Ja, pač jih morajo biti čiste, ampak jih pa ne takoj po uporabi, ker se mi ne da. Na začetku sem jih, zdaj pa imam predal zamasane. Noč mene ne gledati, jaz imam svašta stvari s temi igračkami, sploh ne bom Nimam podpraš. Ne. Jaz nisem najboljši vzor v teh stvarih. Včasih Hana pride, pa ji moram dati tam iz omare, kaj bi ona probala, ne. Pa sem zmeril, tako, joj, Hana, sorry, tu ni čisto, da tu tudi ni, da tu si vse umij in pol Hana gre in si mora sama očistiti. Groza. Mislim, da se ne Groza, pritožuje. samo veš kaj, pač to je realno življenje, ne. To je realno življenje in mislim, da se veliko gledalcev tako počuti in da veliko gledalcev ne umije vsakič svoje igračke. To jaz mislim. Napišite v komentar. You wish, ja. Ok. Zdaj pa zanima.
ti si rekla, ne, da imaš visok libido. Kaj zate sploh pomeni visok libido? In a se ti to zdi, da je to, pač si malo že na to odgovorila, ampak dajmo malo elaborirati. Je to zate tako nek dar ali prekletstvo? In ja, kako se s tem? Veš kaj, meni je tako zanimivo. Mislim, to vprašanje zdaj visokega libida ali pa normalnega, to tep sam po sebi sklepaš. ja. Nimamo neke lestvice, da bi zdaj mi se preklopili gor, pa se lahko zmerili, pa rekli, to je to, pa normalno je to, zdaj pa ti si preveč, pa te bomo malo pozdravili, a ne? Ne veš. A ne, ti sklepaš po sebi zaradi izkušenj, ki jih imaš v interakcijah z drugimi ljudmi ali pa zaradi pogovorov, ki jih imaš z drugimi ženskami. In pol pač sklepaš, ok, se pravi, jaz nisem glih zgleda na nekem povprečju, se pravi, sem pač nad povprečjem, a ne? Ampak to je neka tvoja lastna personalna lestvica. Jaz ne vem, imam v resnici visok libido, recimo. Mogoče imaš pa ti, pa imam jaz normalnega proti tepa, ne? A veš? Tako da, težko je to oceniti, a ne? Ampak seveda ti pa izkustvo pač govori, ko ti, recimo, a veš, tokrat naletiš ali pa si v odnosih z moškimi, ki so znani po svojem visokem libidu in potem, kako skozi mislijo na seks, pa ugotoviš, da temu sploh ni tako, a ne? In pa si rečeš, ok, prvo se vprašaš, če sta kaj narobe, pa ugotoviš, da si pač normalen za svoje lastne pojme. In je to to. In ja, včasih bi se človek vprašal, je to prekletstvo ali no, kaj že ta druga, ali dar. Ja. Ja, če ne bi imela visokega libida, sem jaz skoraj 100% prepričana, da ne bi pisala kolumno o seksu. Mislim, definitivno, da ne. Pa No, da. po moje milijon stvari v življenju ne bi naredila, če me ne nosila ta sila. A ne? Okay. Zdaj pač, ok, libido je ena stvar, ko je pač ta potreba, a ne? Pa veš, jaz libido bolj dajem v ta koš, ki mu jaz rečem seksualna energija, je pač en delček tega, a ne? Zato, ker si pač toliko živo v tem, oziroma jaz mislim, da gre bolj za to, da ti pač sprejmeš ta del sebe, a ne? Jaz ga nikoli nisem zanemarila, nikoli, a veš, preideš čez mladostniški sram ali pa vse te stvari in pač raziskuješ zato, ker te zanima in nisi ukleščen v to. In je to samo ena stvar, ki je del tega in libido pač pride zraven. Se mi zdi, da on pač hodi zraven, ko reče, olej, ta me pa ni potlačila, pa sem jaz pač tlele živ. A ne? Ni pa, jaz mu ne bi rekla, da je on glavni, bi rekla, da je bolj ta celotna energija glavna. To si tako lepo povedala. Res, prav vice, da piše ta, da ima ta dar. Jaz sem drugače pisno veliko bolj artikulirana kot človekama, veš. No, meni se zdi, da kar zna govoriti, ne? Ja. Ampak ja, mislim, tako je, če kaj že bilo vprašanje? Če dar ali prekletstvo. Až kaj časih tako zajadram v mislih nekam, ne vem, zgubila sem nit. Nekaj sem še hotela povedati, pa ne vem več. Kako si pa začela pisati te kolumne? Kako je to sploh Pa se zakaj? razvilo? A zakaj? Veš zakaj? Zato, ker jaz sem tako upeta v to neko žensko intimnost že zelo dolgo časa. Jaz se z budvarjem zelo dolgo časa ukvarjam. Pol sem imela ta moj kinki, a ne? Ki je v bistvu štartal iz te neke želje, da bi ženska malo približil ta svet, oziroma da bi se začele odpirati same sebi, pa se raziskovati. Zato, ker jaz preko vseh pogovorov, ki sem jih imela ženskami na fotkanjih, recimo, a ne, tam pač vstopiš zelo v intimen odnos z žensko, ki ti velikrat zaupa bolj ali manj kar velik del svojega življenja, a ne? Ker pač jaz nimam kratkih seans in ponovadi smo lahko še uro ali pa dve po fotkanju sedele in so one sam govorile, a ne? In bolj imaš vpogled, dobiš vpogled v to neko dinamiko, ki ženske so, in jaz sem pač dobila željo, da jim nekako pomagam, pa je pač ta COVID hitno, zato je prišlo to in v bistvu iz tega ven je prišlo tudi do teh kolumen, ker se mi zdi, da nekdo preprosto more pisati o teh stvareh, pa da jih je premalo, a ne, lahko jih ti najdeš, seveda imaš ti podcasterje, imaš ti milijon nekih blogov, ni da ni na to temo, ampak v našem prostoru, recimo, a ne, pa v nekem časniku, ki je resen časopis, a ne, je pa malo drugače, pa te teme niso bile tako pogosto zastopane, a ne. Pa si ti njim rekel, da bi ti tu pisala, ali so oni hoteli enega, da tu piše? Veš kaj, tako je bilo glih ena taka kolizija obojega skupaj je bilo. Kaj na pravem mestu, v pravem času. Tako. Ja, top. Tako da je kar kul. Sem pa zelo dolgo časa kolebala, a bi pisala pod psevdonimom. Ja. Ampak sem se pol odločila, da bom pisala kot jaz, ker se mi zdi, da je to tudi statement.
Ja, se a je ne, kar, to ja. se pač nehajmo se skrivati. In kaj je pretehtalo? Kaj ti je bilo prav tako ono? Ne bom se skrivala. Zato, ker, veš kaj, pomislek sem imela kot prvo zaradi otrok in sem rekla, ok, a ne, zdaj pač tle bom jaz odpirala neke teme, ki znajo koga pač sprovocirati, jaz sem mama, mene v bistvu kot mene ne gane, ampak lahko pa pride, se okoliščine spremenijo, bo ta otroka lahko žrtev, ne vem, predsodkov drugih. Ampak sem si na koncu rekla, da itak pišem o stvarih dostojno, ne beremo mi tle pornografije ali pa ne vem kakih ekscesnih stvari. A ne? In po drugo se mi zdi pa prav, sem rekla, mislim, jaz sem tudi ženska, pa kaj, če sem tudi mama, pa moj otroci, a ne? Mislim, zakaj bi mi to jemalo pravico, da se izražam ali pa govorim v imenu tudi, ker se mi zdi, da večkrat govorim tudi v imenu drugih žensk, in zgodb in jim odpiram, da se pač vidijo, da niso same v kakih stvareh ali pa da lahko kaj še raziščejo. Dobim ful lepih komentarjev nazaj na te kolumne, a ne? Marsikomu kaj odprejo, a ne? In se mi zdelo, mislim, ne bom se pač skrivala, ne bom v imenu česa, zato da bom obvarovala kaj, koga. A ne? Vsi moramo enkrat pač nekje potegniti črto in se rečemo, pač to sem jaz bom pa že vzgojila svoje otroka tako, da bo ta pač znala tudi se kdaj, če bo sta naletela na to, kdo njuna mama je, se pravilno odzvati. Ja, jaz mislim, da ti o ful pomembnih stvarih govoriš, pišeš, kakorkoli, jih ustvarjaš in se mi zdi, da bo enkrat tudi tvojim otrokom prav prišle, če jih bo to zanimalo. Tako, mislim, pač... Je to resnica? Mislim, jaz tako se počutim. Da bi si ful lepe so stvari. Ja, pa si so lepe stvari, ja. Mislim, so te, ko se dotikajo našega vsakdanjega bivanja, ne? Bolj, ko pa si mislimo. In bi se bilo fajn, da se mogoče včasih malo bolj posvetimo v teh stvarih, bi hodili malo bolj veseli v krog ljudje, a ne tako zafrustrirani, patečni in mrki. Tako. Ja. Kje pa dobiš ideje? Iz življenja. A ti kdaj tako zmanjka, da si tako danes presnemo, če mi pisala? Se mi zgodi, ja. Ja? Ja, veš, da se mi. Ampak pa verjetno takrat bi najboljše nastanejo. Ne, ali pa se nekaj zgodi, veš. Ful, kar črpam iz tega, kar se dogaja, ko so na 14 dni, kaj se zgodi med temi 14 dnevi, včasih kak pogovor, kak srečanje. In ja, jaz pač ful klepetam in izhajam iz tega. Imam pa veš, idej milijon, tako da imam pa sicer en file, pa imam ful naslovov, pa tem napisanih, ampak takrat, ko nimaš ideje, pa greš to brati, a veš, nobena ti ne sede, a ne, in potem tako čakaš, in jaz moram to v petkih oddajati, in časih je že četrtek začer in sem še tako, ampak kar naenkrat pač se nekaj mi pripelje, ali pa vidi, ali pa nekdo nekaj reče, včasih sam nekdo nekaj reče in mi naredi ping, in poljo pa je tak zmleje med 2, 3. Se isto za te epizode. Včasih pa čisto imava cel folder idej in pa jaz tako kdaj samo gledam tistim, sem tako, nač mi ne zveni dober. Pa enkrat drugič pogledam, pa sem kar tako, wow, kjer je dobre ideje. Ja. Jaz tudi to, ko časih nazaj se berem, časih se mi zdi, da kako napišem, tako čisto brezvezna. Jaz sploh nočem prebrati naslednji dan za sabo, a veš, ko ponavadi grem prebrati za sabo, a ne. Tako grozno, strana, ne. Pa kdaj naletim na njo, pa isto pobereš, pa češ, pa sem v redu to napisala, kaj mi je bilo, a ne. To smo hecni, ja. Ok, zdaj pa najbolj pomembno vprašanje za 1000 evrov. O moj bog, ostrel. Zakaj smo že tolikrat slišali, da za ženske seks po 40. letu postane boljši? To nisi ti ne prva, ne zadnja, ki je rekla. In jaz sem že v to mnogo podcastih slišala in jaz ne moram nič iz osebnih izkušenj reči, ker še niti 30 nisem, tudi Sara ne, tako da... Jaz se ful veselim, da bom končno ta 40, da bom nek dober seks. Ne, pa veš kaj, ko ni vezano na leta, jaz mislim, da je v bistvu obdobje življenja, ki pač privede do tega, jaz mislim, da lahko prej pride človek, mislim, da lahko ženska absolutno prej pride do tega stadija. Povedala recept. Mislim, formula po matematično. Ne poznam iz formule, samo sklepam mogoče, veš, ne. Tako da le lahko stestirate, pa poveta, kakšni so bili učinki. Jaz mislim, da zakaj to ženske pravi, je to, da ženska do 40. gre skozi obilo nekih preizkušenj in različnih vlog v življenju, a ne? Ali si naredi
kariero, ustvari družino, postane mama, gre skozi ful stvari in pol pride do tega 40, ki mu pravijo, da je tako prelomno obdobje, kjer se zazreš nazaj, pa vidiš, včasih se veliko ljudi se zaloti, pa se reče, kje sploh sem, a je to sploh life, ko ga hočem, a sem sploh šel pravo pot in tako naprej. In ženske se velikrat v tem obdobju, pa mogoče malo prej, ko pri 40, začnejo ukvarjati same sabo. Do takrat pač ponavadi one so na končku in jahajo ali po diktatu družbe, po diktatu tega, kar so pač si zadale kot neka pričakovanja, pa se po enem trenutku ustavijo, pa ugotovijo, da so nezadovoljne. Veliko žensk pride do te točke. In pa začnejo delati na sebi. Druga stvar je, da v teh nekih letih ti zgubiš predsodke do vsega. In ni več. Ja, do vsega. Mislim, ženske, jaz govorim o moji generaciji, vi ste zagotovo drugačni. Vaša generacija je drugačna, mi smo vseeno drugače zrasli. Ženske, ali jih je bilo sram, so imele odpor do svojega telesa, niso se znale prepustiti, kar naenkrat ti pa vse dol visi. Dol ti visi, vse ti je, a veš, kaj gledaš in začneš preprosto sam uživati. V enem obdobju itak performaš, po mojem ful žensk preveč performa, tudi v seksu. Pol pa prijajo, zdaj pa jaz ne več performala, zdaj sem pa že nekaj dala čez, pa čekaj malo, kje sem pa jaz še rada kaj doživela. In pa se one opustijo. In ko se enkrat začnejo prepuščati, začnejo pa doživljati stvari in zato pravijo, da drugače 40 do 60, da so ženske samo a veš, sam pele jih. Veliko stvari je, ko vpliva na to, ampak jaz res mislim, da je to nek miks mnogih stvari, kjer ženska preprosto neha igrati vlogo, odloži veliko svojih mask in se začne res sama sabo ukvarjati in si upa vzeti stvari. Predtem si jih pa ne upa mogoče, si jih ne drzne, misli, da si jih ne sme, tle pa reče, zdaj pa čas zame. Še kakšne stvari ugotovila zdaj, ko si rečeš, ko sem bila včasih neumna, ko sem, ne vem, da te je kaj motlo na sebi, ali pa si bila celo življenje glede kakšne stvari tako grozno, ne vem, ne samozavestna, ali pa ti je bilo res grozno in zdaj si ti ugotovila, da si bila malo neumna. Seveda. Kdo pa tega nima? Veš, da če ne pa temu ne bi mogli reči odraščanje. Ja, se res, ja. Hitak, veš, da mislim, jaz kot mlada punca sem imela 1 milijon frustracij, bila sem zelo nesrečna zaradi svojih prsih, sem izdela, da so premale, pa vse so imele neke joškice, jaz jih nisem imela, sem izdela, kdo spok mene imel rad, pa komu me všeč. A veš, pač klasika, ena ima nos, ena ima rite, vsaka ima nekaj, ampak, veš, ko gledaš po sebe za nazaj, ko pogledaš to lepoto, ko si rečeš, kako sem bila lepa. Kak paradoks je to, da se takrat, ko smo najlepši, tega ne zavedamo in pol nazaj sebe motriš in vidiš to lepoto, ki je takrat ti nisi mogel zaobjeti. Ampak jo pa znaš vzeti in jo v bistvu preslikaš v to ljubezen do sebe zdaj. Ja, ali pa rečeš, ko sem bila včasih lepa, škoda, ker zdaj nisem več. Ne, jaz pa tega ne rečem. Sej ne rečem, ampak tako, to zveni kot nekaj, kar bi ja, ma ne, kje je govorile ženske. Kar bi si lahko govorile, a veš, pa je zelo narobe. Ja, mislim narobe, pač ne doprinese k temu, da pol priješ v ta fajni flow po 40, kar te samo nese, tam ponovadi vse spustiš, postaneš si všeč, tako si mislim, govorimo opcijsko, se ne, da se to vsem ženskam zgodi, ampak je pa taka lepa priložnost, taka lepa prelomnica, kjer pač se začneš imeti ratno. Sočutje dobiš do sebe, tudi do tega vsega, kar si dal skozi, pa da koliko si bil do sebe lahko ukruten, tudi koliko se nisi sprejemal, ampak pa se vprašaš, mislim, pa te moje joške, mislim, kdo je meni to zabil v glavo, da, a veš, zakaj je bil to moj problem sploh, pa ugotoviš, koliko ti nudijo užitka, pa koliko je to neka božanski del telesa in si rečeš, aleluja, da vas imam, a veš, sploh se ne sprašuješ več, kakve so, ampak ja, moraš iti pač skozi ta proces. Zdaj pa tudi vprašanje po moje, ali naslavljaš te stvari, ali se ukvarjaš sam s sabo do te točke, ker je pa tudi ta pot ni glih najbolj, bi človek rekel, mehka in zabavna, ampak je ravno obratno.
Ampak prinese pa veliko čudovitih stvari na koncu. Jaz bi si ne. predstavljala, da sta tako dve skrajnosti. Ena je ta, kjer res odkriješ, kaj si, pa kaj bi. Ena je pa ta, da mogoče nisi celo življenje res nič se poslušal in nič delal na sebi in si pa mogoče če dalje z leti bolj zafrustriran. To si bi predstavljala, da se bi znalo zgoditi. Sem pa imela vprašanje še, je tudi s tem povezano, ko malo otroci odrastejo, pa si lahko malo, zdaj jaz ne vem, koliko so stari otroci, koliko so stari tvoji otroci. 9 pa 7. So to že malo tako, je lažje? Ni, ne? Ojoj, ne, ojoj. Ne, ful laže je zdaj že, Je ful res? laže. Ja, absolutno laže. Ok, v redu. Mislim, ne farbam te, resno ti povem. So moje izkušnje taka, ne Okej. vem, mogoče komu naporno, ampak meni je super zdaj. Ok, super. In zdaj bo sem še lažje, ne? Mislim, pravijo, večji otroci, večji problem, jaz tega še ne razumem čist, Ok. ampak si predstavljam, da drži, ker kar so rekli, vsi približno, ko so rekli, ja, boš videla, kako hitro čas drvi, pa se mi vedno zdelo, da ne. Pa ugotoviš, da ja, z otroci mi res gre še hitreje. Tako da ja, tam me pa še čaka, večji otroci, večji problemi, ampak meni se zdi, to se pač sproti pluješ, pa rešuješ. Meni se zdi, da mi smo cool, da bomo že. Je tudi tvoj tak. Ampak, a veš, mislim, definitivno, ja, polenkrat, ko imaš otroke, je eno obdobje, kjer se pač ti nimaš druge opcije, kot da se tem otrokom popolnoma posvetiš. Ja, Mislim, to je naravna inercija, ni odločitev, a ne, to gre samo po sebi, to narava naredi, a ne. Itak. In ja, in je fajn je, ko so že malo večji, a ne. Mislim, fajn je tudi zato, ko imaš ti drugačno interakcijo z njimi, a ne, postanejo zabavni, ko zgovarjajo nazaj. Ampak ja, pa tudi ta čas, ki si ga lahko zase vzameš, je drugačen. Jaz, ko sta bila ona 2 mala, mislim, jaz si nisem bila sposobna 1 uro za sprehod vzeti, ker se mi je zdelo, da sem slaba mama, ker jim odrekam svoj čas, kar je bila pač patologija, nora moja, ne. Mislim, če bi šla zdaj nazaj, bi sama sebe privzgojila kot v mnogo kateri stvari, ki sem jo takrat prakticirala, a ne. Ja, to je bilo pa moje naslednje vprašanje. Če bi si tako dala 3 nasvete svoji mlajši sebi, kaj bi si dala? Bodi še bolj nora, še več si privoščim. Ampak to mlajši govorim pred otrocmi, ne zdaj, Ja, a ne. ja. Jaz te kločim življenje pred otrocmi in življenje po otrocih. To bi bilo, pa da ne, mislim, mogoče bi se prej zapeljala na to pot nekega, da bi si svetovala, da ne se začnem bolj ukvarjati še z nekimi bolj temnimi plati same sebe, ker bi potem v kasnejšem življenju hitreje in lažje prišla skozi. Ampak ker verjamem, da se vse zgodi v pravem času, je že moglo biti tako, da ta nasvet bi bil tak bolj. Ja, mogoče takrat ne preživela tega. Verjetno mogoče res ne. Ja. Ja. Tako da to. Bodi Okej. drzen, živi. Bolj nora, nisi bila dosti zmešana. Sem bila, samo Še pa? še bi si dala. Jo, tu se je mene strah, da bom jaz, ko bom enkrat, ne vem, 60 si mislila, fakt, Sara, ti bi pa res mogla biti bolj nora, ko si bila. Tu ni mogoče. Kaj bi pa mogla početi? Ma ne vem, včasih se mi zdi, recimo, kar jaz iz sebe gledam, a ne, da ne glede na to, da sem bila vedno zelo open, ampak še vseeno sem imela pa zelo jasne neke zavore, pa sem se marsikdaj nazaj potegnala, pa nisem šla čist do tja, ker sem sicer imela radovednost, ampak sem se zadržala. Pa bi zdaj si rekla, ti sem 5 pogledati. Ok. Se pravi, da si pogumen tudi malo. Ja, definitivno. Ok. To zapravo formula je, da si pustiš biti ti, da ne razmišljaš toliko o tem, kako ugajati drugim, pa kako nastopati, ampak pač, da ugajaš sebi v prvi vrsti. Tako. Ne, da res zdaj čez druge, ampak tako, da si najprej sam sebi všeč in potem bojo se že našli ljudje, ki jim boš všeč tako, kar si, za kere ne boš rabo nastopati. Točno tako. Zelo lepo si zdaj to povzela. Formula je, da si radoveden in pogumen. Radoveden pa da sta- zato, da odkriješ nove stvari, pogumen pa zato, da... Mislim, si pogumen moraš biti tudi, da odkriješ svoje stvari v sebi. A ne, mi si ful stvari sami sebi ne priznamo. Mi sami sebi ful lažemo, pa se ne zavedamo, da so to laži. A se pa kar zavedamo. Tudi. Ja, enih se pa ne. Ja. A ne? Ampak se res se farbamo
In moraš biti pogumen. Mislim, tudi to terja nek pogum, da se soočiš sam s sabo, pa da si neke stvari priznaš. In ja, tako si rekla, mislim, da res pač se obrneš vase in tam naprej se mi zdi, da se res odprejo vrata tudi do čist drugega užitka, ko pa tega, ko si ga prej za zaveso imel, ko si mogoče hotel pač ugajati, biti taka, pa da boš moškemu všeč, pa da boš naredila stvari, tako jih ne bi prav naredila, ali bila naučena, da jih moraš narediti. To so dobesedno res stvari, ki pač pridejo z leti. Mislim, pridejo enim prej, enim kasneje, ampak ne moreš jih prehitevati. Ne moreš jih prehitevati. Ker to je pravno, to pride z napakami, ki jih narediš. To pride z izkušnjami in zato pa pol je tako, kakor je. Pač ja, po 40. letu rata seks boljši, po 30. 40. ker si dal že neki stvari čez, ker si se iz lastnih stvari naučil. Sej, ti bi šla lahko nazaj v preteklost, pa sama sebi dala nek nasvet, ampak bi se poslušala. Uredno se ne, itak da ne. Ne, mislim, moraš izkusiti stvari. Ja. Pa, a veš, ampak recimo boš imela, pa je pa seveda verjetno en segment ljudi, ko nikoli ne všel v to, ker se bo pač obtičal, pa si ne bo rekel, se ne učijo toliko na svojih napakah, ali pa mogoče pač sprejmejo, da seks pač ni neka blazna zadovoljiva stvar. Ja. A ne? Vrh žensk to pač sprejme in tam ostane. Ja. Ok. Jaz sem hotela še malo v praksi preiti. Ti se pravi, ti imaš zdaj 2 otroka, pa imaš partnerja? Ne. Se pravi, ja, dej meni malo pove, jaz bi rada vedela. Se pravi, ti najdeš čas za dating zdaj, recimo? Zelo redko. Ok, si želiš, da bi ga večkrat? Veš kaj, ta dating je, to danes je to nek drug svet. Ne? Mislim, jaz sem odprta za dating. Ja, ne? razumem. Ampak ne da se mi pa, a veš, meni je dating to, da ne vem, sem nekje na nekem eventu ali kakorkoli, da nek moški pristopi do mene, da ti zmenjamo par besed, da vidiš nekaj je, pa te mogoče povabi neko kavo in če je tam kemija, rečeš, ok, super, jaz z veseljem. Ne? To je za mene dating, za mene ni na nekih aplikacijah gor vesela, pa poliskala. Ne rabim tega. A veš, z veseljem se pa, mislim, nisem proti datingu. Ne? Ja, ampak razumem. nisem pa proaktivno v tem zdaj, da bi pa rekla, zdaj sem pa že 3 leta sama, zdaj pa izdatala, ker je čudno biti brez moškega, jaz rabim moškega. To me je zanimalo, ja. To me je zanimalo, zato kako tako, mi smo zdaj kao govorili, seks je boljši po 40, zdaj si ljudje predstavljajo, da ti vsak dan greš na en zmenek. Ne, Ti greš vsak dan zvečer na en zmenek z drugim in pol malo seksaš in se spoznavaš. A veš, to je tudi ta meni zelo zabavna reč. Ne? Ti govoriš o visokem libidu, pa govoriš o seksualni energiji in potem si ljudje predstavljajo, da ti to delaš vsak dan, 5-krat na dan. Ne? A veš, bi bili začudeni nad realnostjo. Ampak jaz sem zelo zadovoljna, kar se tega tiče, mojega življenja, intimnega, tako da mi ni hudega. Okay. To je glavno. To je lepo slišati. Ja. To je bil moj namen, no, v bistvu, ko se tle pogovarjamo, si ljudje res tako predstavljajo. Glavna misel nam v glavi je seks in glavno dejanje v dnevu nam je seks. Ne? Ni. Mislim, da bi prišlo to zraven kompletu, jaz nimam nič proti, ampak zdaj sem pa seveda jaz že tle, a veš, in v obdobju življenja, kjer ni meni to prioriteta. Mi je nuja, ampak ni mi pa prioriteta, v katero bi vlagala zdaj svojo energijo, pa čas za to, da bi jo imela prisotno res. Poleg na drugi strani te pa začnejo zanimati druge plati. A veš, in moj odnos z moškimi zdajle, a veš, bo počašal v čist drugo smer, ni več naravnan samo na pleasure. Kakšen pa mora biti moški, da je tebi všeč? Kakšne lastnosti, ki jih mora imeti? Dej povej, kakšna lastnost. Me zanima. Zagonetno vprašanje. Čudno, kakšno vprašanje? Zagonetno. Mislim, ne, sej vem. Zagotovo veš, kaj mora imeti, da te prepriča. Mislim, prepriča. Veš kaj, jaz trenutno bi res rabila, mislim, če bi izberala moškega, ne? Če ga bi lahko takega si narisala, naslikala po moji viziji. Me predvsem, po mojem, bi najbolj pritegnalo to, da bi mi res znal držati prostor, da sem lahko to, kar sem. Brez kakršnega koli filtra. Ne rabim več nekoga, a veš, ne iščeš ti več nekoga, s katerim boš
nekaj zgradil, ne ustvarjaš si več družine. Veš, iščeš partnerja, nekoga, s katerim boš lahko, to je čist drug svet zdaj. Saj to je meni hecno. Veš, jaz sem po otrocih začela po tem, ko sem se razšla, razmišljati, šite, to pa zdaj čist drugače, ne? To pa zdaj ni več isto. To je čist druga scena. Ja, se res je. Veš, ti ne greš več ven, pa malo flirtaš, pa nekoga spoznaš, pa mogoče malo vidiš, a bi ali ne bi. Zdaj je to čist, mislim, in poleg tega, seveda, da imaš otroke, tudi so neke specifike, ki jih pri moškem iščeš seveda drugačne, kot pa če bi ga jaz iskala sam kot jaz. A ne? Mi je zelo pomembno, da ima še določene lastnosti, za katere vem, da bo jo šle tudi z otrocmi skupaj, ne? Ja, Tako da samo ja, res. je zelo drugač. Zelo, zelo drugač. In ful bolj si previden, ne vstopaš tako v stvari, in tako so ti bolj zelo stvari jasnejše, sliko tega, kar hočeš in nočeš, je tak sharp clear, a ne? Tudi verjetno otroci temu pripomorejo, da je tako sharp clean ta slika, kaj res nočeš, kaj res ne smeš v bistvu. Ja, Tudi ja, niti. absolutno, absolutno. A veš, pa tudi kvalitete tega, ali pa tega, kar si želiš, kot kaj naj bi odnos pomenil, postanejo čist druge, ko so pa bile. Moje so se pač tek za 360 stopinj obrnale. Kot kak sem padala v odnose, v kakih odnosih sem bila, kam je bilo pomembno napram temu, kar bi si zdaj izbrala, pač svetlobna leta narazen. To je dobro, Tako da ja, pač v bistvu rabiš nekoga, ki je stabilen, pa te bo zabaval, a veš, da lahko ti stvoriš pakt, a ne rabiš pa nekoga, ko te v preživlju, ne rabiš nekoga, ko te bo reševal, zato ko si se rešil že sam, ne iščeš več nekoga, ko bo praznine polno, zato ker si pač mogel sam to vse oddelati in rabiš pač partnerja, Okay. da stoji ob tebi in da lahko greš skupaj naprej skozi life, malo raziskovati. Tako po eni strani zveni, kot da manj rabaš od njega, ampak po drugi strani pa Mora pač biti pa več. ful postavljeno, Mora biti pa- ja, Postavljen mora zdaj, biti. da bi tebe Ja. bolj kot prej. Prej bi te lahko pa mogoče hitrejš dobil, ne, ker si iskala, ne vem, da zapre luknjo, oziroma. Razumeš, Ker kaj ti si mislim? zdaj pač, ti si sama sebi dost. Ti zdaj rabaš nekoga sam, ki bo to podprl in s komer ti bo sam še boljš, kot ti je sama. Exactly, Pač že tako. sama ti je najboljš možno. Da ti postane, da ti je boljše v Ja. dvoje. a ne? Pač ne rabaš, da te on rešuje, samo da ti je pač enakovreden partner, ki je pač sam zase tudi sposoben poskrbeti. Točno tako. Ti je pa celo življenje imeti tako, ko boš starejša, partnerja se vidiš tako v skupini, Partnerstvo. v partnerstvu. Ali kakšna ti je misel, recimo, da bi bila pa sama? Kako se počutiš glede teh stvari? Ne bi bila sama, definitivno Okej. ne. Mislim, meni ni problem biti sama, ampak absolutno si pa želim biti v partnerstvu. Biti v skupini. Ja, skupaj pa to. Zato, ker je fajn. A veš, mislim, vse, kar je fajno, je pol duplicirano. A ne? A veš, pa vseeno je neka dinamika. Fajn je, dojine so lepe, dojine so krasne, če so fajne. Tako da ne, absolutno ne bi izbrala ti same poti, ko bi rekla, sem sama sebi dovolj, jaz sem cool, a veš, se zabavam sama s sabo. Ne. Okay. Sam ne bi imela krusazga. Ampak bi O, pa... Ja, ne, seveda, itak, da ne. Joj. Fajn pa je, ko se ti nikamor ne mudi, ko ni to neka ona, o moj bog, jaz tako umeram, jaz sem že toliko časa sama, ki je zdaj en moški, ne me reši. Nimam tega, a ne. Ko prišel. Okay. Da bes. Ja, počas smo prišli do tega segmenta, kjer pametujemo. Jaz sem izbrala za nalaž ful je drugače kratko sporočilo. Tega sem taj še iz Medoverja, po dolgem času spet imam enega iz tam. In sem ga izbrala zato, ker sem brala eno tvojo kolumno, pa me je zanimalo, kaj bi ti povedala. No, da je prever. Ljudje, zanima me, kje prakticirate biti goli? Kje ste že bili goli? Zanimajo me nasveti, izkušnje in prigode. Kdo misli, kje si bil gol? A nisi gol ful velikrat? Jaz sem samo potušen, pa seksa. Ljudje niso nikoli Ja. goli. A res ne? Jaz Ne sem vem. veliko gola. Lej, jaz sem pač, ko sem doma živela, jaz sem skozi gola. Jaz oblačila nosim sem tako, kadar jih pač res moram nositi. Ne? In to je čist drugače kot pri drugih. Oni se tako za predigro pol slečejo. Veš, kaj mislim? Jaz, A me pa da? nage že tako hodimo okrog, recimo.
Čekaj, zdaj pa še enkrat mi preberi vprašanje. Kje ste goli? Kje prakticirate biti goli? Ja. Kje ste že bili goli? Zanimajo me nasveti, izkušnje in prigode. Prav ti bi recimo odgovorila, tle, jaz si gol, doma si pač gol, ne velikrat. Ja, seveda. Kaj pa si drugega doma? Mene bi zebal. Poleti je itak ful vroče, ampak bi bilo tako, ne vem. Ti se ne bi hotela na kavč z Ja, kaj ritjo pa- nagov sest, si predstavljam. Ja, Mislim, ne. kje smo Ne, goli? vidiš. Ja, doma smo goli. Ja. Pa smo zunaj goli, smo goli, ko gremo se kopati v reko, smo goli, ko se gremo kopati v morje, goli smo v savnah. A ja, v savnah sem tudi gola. Ja. Goli smo pač marsikje, v gozdu. Ja? A si rada gola? Ja, jaz sem zelo rada gola, meni je to taka svoboda. A ste doma tako, a si odraščala v družini, kjer ste bili goli? Ne, to si ti. Ja, to sem jaz. S tvojimi, to se pravi, tudi tvoji otroci pač se doma goli sprehajate. Ja. Mislim, pač, da nas je golota normalna stvar. Ne, da zdaj, mislim, sploh se ne ukvarjamo s to goloto. Pač golota, to smo mi. To veš, sploh je ne komentiramo. Pač nekdo gre po tuš, pa kaj otroku rečem, ko prileti ven iz tuša, pa pozabi si ga te vzeti, ne? In, a veš, da Bog ne daj, a ne, zakaj si nisi brisače dal okrog sebe, kako lahko hodiš tako naokrog, mislim, pač, ne vem, meni je to najbolj normalna stvar, pa jaz grem mimo nja gola normalno, a ne, a veš, to so otroci, ona dva znata odzun kupalnice odkleniti, ko grem jaz tušerat noter, kaj ne kričim, da ne gre ta ven, da me gole ne v to videla. Je že zaradi tega, da imaš malo Ampak veš, mira, da velikrat je tako. kričiš. Velikrat je tako. Pa ne vem, česa bi se tle sramovala. Mislim, se zaradi tega pa smo, ker smo, zato pa so ženske to, a veš, mogle prehajati vse to, zato ko je ta golota postala tok tabu, ker ti mama reče, že ko si mali, a veš, ti mame ne vidiš gole, staršev ne vidiš golih. Mislim, a Jaz veš, sem nikoli staršev videla golih. Pač mene recimo, mislim, čeprav tudi jaz tako nisem, sproščena jaz tudi z nisem, goloto. jaz nisem svojih staršev golih videla, to je res, a A ne? vidiš, pri nas pa jaz sem pa ful svoje starše gole videla, recimo. Ampak tudi če jo bi, zdaj, mene pa sploh ne gavilo, takrat ne vem, kaj bi bilo, po mojem bi se mi zdelo normalno. Jaz ne vem, odkje sem jaz taka gor prišla, tako sem, ampak jaz do teh stvari res nikdar nisem imela dobenih predsotkov, a ne. Meni ni normalno videti druge gole, recimo. Me spravlja v stisko. Ampak bi mi bilo pa najbolj normalno biti, da sem jaz skozi gola. Zato, ker o tem sploh ne razmišljam in pač ne gledam. Ja, no, ampak razumeš, mene motijo pač obleke in oblačila in tu mi je zelo naporno imeti oblečeno, ne? In zato bi bilo meni normalno, da sem jaz gola. Drugi pa nekako... Ampak a veš, da je meni tudi recimo FKK mi ni najbolj udobna stvar. Zakaj? Ne vem, čudno me je, tako imam skozi občutek, da te nekdo gleda. Sej Sej te? Ja, ampak a veš, ne tako, da te gleda, pač tam smo, Ja. ampak te gleda. Ja. A ne? In ta feeling imam, da so pač tam določeni ljudje z namenom, da gledajo druge ljudi. Nisem čist relaxed. Ja. Grem tja, včasih, ampak tako mi je malo, včasih mi je malo Glejte. weird. Kaj pa če greš v savno, se tudi počutiš, da te gledajo? Zelo odvisno, kdo so ljudje noter, ker včasih je zelo očitno, da te kdo gleda. A ne? Ja, če te gledaš, Včasih pride kdo noč, se vse in je tam tek. Ja, če seksajo ljudje v savnah, veš Ja. da? Včasih je neprijetno, tudi v savni. Ja. Pride kak moški noter, ki ni kul, ko pride not. Ja. A ne? In pač greš. Ampak meni gre to blazno na živce, ne? Da ne morem nekjem pač sam biti. Ja, ne. Jaz sem drugač zlutku. Rajš bi, da bi bilo normalno, da smo goli, ampak mislim, da nekaj z razlogom tle ni normalno. Mislim, da imamo z razlogom oblačila, ker jaz, ko grem na nudistično plažo, jaz sem zelo v stiski, ampak po mojem zato, ker ne vem, kam gledati. Zato, ker če pride, Te pa, če ja, pride to pa je mimo res. tebe nekdo, ki ima penis ali pa nekdo, ki ima joške, nekdo, ki ima rit, tam hodijo mimo tebe goli ljudje in pač ti gledaš ljudi, ker isto, če bi prišel mimo tebe koren, bi pogledal koren, ker se nekaj premika in pač pride mimo tebe, kaj jaz vem. Ampak pol, ko jo pa pogledaš, in pol, ker ne veš, kam bi gledal, zato ker kamorkoli jo pogledaš, bo malo narobe in pol ne smeš gledati in ne smemo, ne vem, nič. Ampak to je samo zato, ker smo oblečeni. Če bi vsi bili goli, ne bi več gledal tega. Bi golota bila ista stvar, kot pa karkoli drugega. Ja, se je res. Samo pa zakaj pa pol v Plavi laguni v filmu imata ona dva tudi listje čez? Saj sta sama tam bila, zakaj pa niste pol kar gola? Ja, Vidiš? zakaj? Zato, Ja, ker, zakaj? zakaj? Zato, ker je to film. A ja. Sama ni bila to najprej knjiga. A je bila ali ni bila?
Sem jaz oboževala ta film, ko sem bila mlada. Ja. Moj bog, ki sem Ja. tako čakala ta prizor, ko sta. Ja. Ja, res je to. Res je. Sem ta prizor, pa v filmu Jagoda, samo prizor, tu so pa neke mladoletne punce. Tu sem lahko pa gledala, samo ko sem bila mehna. Pač, ste gledali to? Ne. Je tu film, nek slovenski film Jagoda, ko se ena punca pod tušem sleče? Je ona polnoletna? No, se nima veze. V glavnem, jaz sem ta prizor gledala v tem filmu. Tu pa Munje, film Munje, so tudi full seksal. Te pa ne To je poznam. ono, ker smo mogli stragati, da smo dobili neke te seksi prizore, ki je bilo tako karkoli videj, pač neki. Ja. Sploh nismo imeli interneta. Jep. Ja, to je bilo res težko. Ker life, hvala. Vse to. Samo je bilo kul. Ja, po drugi strani res. Pa res, ko Ja. si videl Res ene veliko joške, pomeni si ti. bil res pol napaljen. Ne? Tako, veš, razumeš? Pa si tako Zdaj si še v nisi glavi več. predvajal, tako za nazaj. Ja, ja. Ja, ful te domišljije delala. Ne? Pa ful si se mogel potruditi, da do nečesa prišel in si mogel narediti strateške plane, organizirati si se mogel, Ja, načrt si mogel narediti. Ampak hkrati je pa že itak bilo dobro tu, ker si ti ta načrt delal. Sej to, in to te je to, kar veš. Pa imel si misijo in zdelo se ti, da si še malo tako, zdaj pa jaz nekaj bom, ne vem, pik, pa je vse tle. Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čisto pozabila nase, pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo, zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares ok, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kot kar paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje prvoščem popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, bolj spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. V novicah, v slovenskih novicah, ki je tam na sredini, ko liste odpreš, je tle vedno naga ženska, čist na sredini. To sem jaz rada gledala, ko sem bila mehna. To je še zdaj. Zdaj ne vem, če je še zdaj, ampak je bilo pa včasih. To je bila edina gola slika v teh revijah. Tam. Prav na sredini, tako da se Ja. lahko Ja, najde. res je, hitro. res je. Pa če ni bila, bila celo v kopalkah, nekaj, v glavnem na pol gola. To pa nisem vedela. Hotela sem se še glede te golote tu povedati, da minus, ki sem ga pa jaz opazila pri tem, da sem skozi gola, je tu, da polkar naenkrat ni bila več golota dovolj za inicijativo pri seksu. Ker recimo, če nekdo, ki je skozi oblečen, pride do moškega, ki leži tam v sobi in se začne slačati, akcija, ne? Če pa jaz, ki sem skozi naga, pridem naga tam, sem prišla, ne? Veš, kako kul je, pa se moraš pa samo obleči. Sej, tu je pa tudi resnica. Ampak se pa pol oblečeš, okay. Ja. Imaš klik Ja, ja. kontra. Ja, True, true. ja, Ja. res je. Ja, sem res. Okay. Dragi, zdaj se bom oblekla zate. Sploh ne poveš, sam prideš. si Ja. tako. Ja. Kaj pa zdaj? Ja, imaš prav. Ok. Imaš še kaj za dodati glede golote? Golota je fajn. Ja, da smo zgleda ful Ja. različni, ne? Različni smo, pač vse, mislim, jaz ne pravim, da je nič od tega prav narobe, ampak vseeno se mi pa zdi, da bi čisto vsak človek mogel sprejeti svoje goloto, no, da to pa bi mogla biti neka osnova. Ja, res je. Jaz sem drugače ugotovila, se mi zdi, pač, da če je drugim ljudem neprijetno ob goloti, je meni, če so pa drugi sproščeni, je pa pač meni tudi vse. Ker vem, ko sem začela v fitness hoditi in sem imela eno kolegico, ki je pač trenirala odbojko in je bilo pač čisto normalno, da se pač slečeš tam in je bila tam naga in jaz sem bila tako prvič, ker tako, pač se nisem nič rekla ali pa kar, ko sem vedela, da sem bila tako šokirana, da je ona zdaj kar tle naga pred vsemi. Ampak potem sem se ful hitro navadila tega in zaradi tega, ker je bila ona toliko učila glede tega, sem na pol tudi jaz ful učila glede tega. Ampak nikoli se pa ne bi jaz prva slekla pred nekom,
ker ne vem, kako se on počuti glede tega, ker ga nočem njega v stisko spraviti, zaradi tega, ker vem, da lahko mene spravi v stisko. In se tako nočem za nekoga drugega v to dati, če pa pač da nekdo drug prvi, to mi je pa navaden. Isto, ne vem, v savnah mi je navaden, ker pač vem, da bomo tam vsi goli. In tako nisem nikoli niti dvakrat pomislila, prav tako, ko smo se zdaj o tem začeli pogovarjati, sem se spomnila, ja, valjda se sem jaz tudi naga v savni in so drugi nagi in mi je normalno. Zaradi tega, ker je pač taka situacija. Ampak če pa ni, pa mi je tako. Ja, Doma pa mislim, da je zelo. zelo realno, tako si opisala. Moj Da problem se je odzivamo. to, da ljudje pač, da tu jaz nikoli ne vem, kam moraš pol gledati. Isto, če ima nekdo dekolte. Jaz vem, da ta ženska ima dekolte zato, ker je tu namen, da jaz pogledam. Ampak če jaz začnem tu gledati, Pač gledaš, pa bo pa kaj pa. čudno, ne? Pa bo Ma pa ne rekla, bo. da sem gledala. Pa kaj pol, če rekla, da gleda? Se ga ima tam, si pač pogledaš, se vsi pogledamo te stvari. Se Jaz ne moreš moram biti malo imun dlje na te gledati, da stvari. razumem in pol mogoče malo strmim. Je mogoče glih, če se pogovarjaš z nekom, ne gledaš tja, ne? Ja, pa Ker če se z nekom pogovarjaš, že tako ga gledaš v obraz, načeloma. Ja, razen če Ne? mu joške skačejo v obraz. Pač, meni je tudi tako težko, meni res tudi tako mi je težko, jaz ga še nimam problema z goloto, zaradi mene ste lahko tle vsi nagi. Samo dajte mi pol pustiti, da pač pogledam in razmislim, kar imam za pogledati, pa za razmisliti, da se lahko pol naprej premaknem. Ker ko smo mi s Hano skupaj živeli v Atenah, sem jaz bila recimo skus naga. No, se tudi ona večkrat. V glavnem, tu se moram malo predelati, ne? Jaz moram malo razmisliti in malo pogledati in pač zaključek narediti v glavi. Jaz ne znam tega razložiti. V glavnem. Ja, meni se zdi, da to narediš takrat, ko se ne pogovarjaš z nekom. Recimo, da se nekdo z nekom drugim pogovarja, takrat jih malo pogledaš. Zato tega, ker da ni uno, pač, to je moja logika, pač, glej, could be wrong, ampak, a ni, no, pač pogledaš tako, se tudi, ne vem, v savni, pač itak pogledaš ljudi, ki grejo mimo tebe, ne strmiš, ampak pač vidiš, ampak če se pa nekdo pred tebe usede, pa ga ne boš valjda tako gledal, ker je pač tako malo nevljudno. Se pravi, se moram celo savnanje truditi stran gledati. V drugo smer. Samo mogoče ne smeš, mogoče ne samo smeš ne samo tako, a veš, strmetu, ja, tako, veš, razlika je v strmenju, Ali pa da tako ali pa samo švrkneš pač s malo pogledom. gledaš. Samo nauči se tako malo švrkati. Vi se delate tu, vi tudi. Tu ni res, da vi tako kar neki plavate po prostoru tam v savni, tako malo gledate in kao ne gledate in Ne, gledate. pa veš, da vsi gledamo, Ja. vse ne moreš ne gledati. Mislim, kako boš ti ne gledal. Itak nismo navajeni kot prvo takih teles videti naenkrat. In je že to ono, pač intriga za možganje, ni tako on švrka, a ne? Ja. In je normalna reakcija, nič ni narobe. Mislim, to še nič ne pomeni, če gledaš. In seveda to boš pogledal, včasih malo pogledaš. Mislim, a veš, Jaz pa si- kaj si misliš zraven, pa Ja. ne moreš mimo tega iti. Ampak ja, je pa drugače, če boš pa sedela tam, je res zapikirano gledala, a ne? Okay. Sestavljaš sliko, vsakič, ko švrkneš, malo sestavljaš Ja, to v svoji glavi. se ti tako- Prav vem, da tu delate ljudje, prav vem. Pa že date pa še sončna očala gor, kao ne gledate, ampak gledate. Kje še koga ampak v vidiš? resnici si bi pa vsi želeli samo za 2 minuti malo gledati, pa zaključiti, pa razmisliti, kakšne ima ona bradavice. Ale, ona ima pa res drugačne kot jaz. To sem res. Ma pa tako malo drugačen. Joj, pa res, da kakšno gupa je z te strani. Aha, v redu. No in naprej. Ne? To bi vsi radi kdaj naredili to. Ja, itak, da nas vsega zanima to, valjda. Se mi zdi, ja. Sam jaz ne vem, kjer je savni, ti hočeš, da imajo ljudje Jaz sončna ne očala hodim gor. sploh v savno, tako da jaz sploh ne vem, kako je tam. To nimam izkušenj. A jaz sem vidim, pa da fantaziraš, kako je. Čak, nikoli še nisi šla prav tako v neke pač javne savne. Ja, enkrat sem šla, ampak pač tako ilegalno po noči. Ne, tako da bi šla za res, da bi pač ljudi lahko gledala. Ne. A zato, ker ne veš, kam gledati, ali ti pač savne nisi. Ma v stres me spravila tam, da bom razmišljala zdaj, ali gledam v oči, ali jih sploh ne gledam, ali zaprem oči, razumeš, težko mi je. Ker pač, kaj če je tista savna čist polna in tam polno zdraven mene penisov, jaz pa ne morem jih primerjati ali pa nekaj. Pač, res mi je tu težko. A veš, enkrat skupaj v savno, da boš to... ne, Te bom tako za roke držala, tako Sara zdaj poglej. Ne. Ona jih filtrira zate. Deli se, da Kaj bo vredno pogledati, pa kaj ne. Veš, to si znake. Če te tako ful močno stisnem, pomeni, da pač ne gledaš zdaj. Če te pa tako sam tako malo naredim, tako te malo stisne na dvakrat, pa pomeni, zdaj pa glej. Zdaj pa ne gleda ta človek stran. najlažje je, kdaj, če se delaš, da si slep in si sem tako. A ti v spalcu prišla. Rekla, ampak, da, da slučajno ne kdo posumo, a ne. O, moj bog. Ok, dovolj. No, Zdaj, mi na koncu, da zaključimo epizodo, se gremo igro Never Have I Ever. Si se že šla kdaj Never Have I Ever? Pa verjetno sem se.
To je pivska igra. Ja, mi se gremo veliko pivskih iger. Smo se šli, no včasih smo se šli. No, zdaj se bo šla ne pivski, never have I ever. Ok. In pravila so taka, da za vsako stvar, ki si jo že naredila, daš prst dol. In tiskaj, da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Čakaj, se pravi, čakaj. Lele, Vsi se boš naučila, vsak je okej. zmeden. Bomo zdaj. A je moj prst mu pa gor držati? Ja, to se Ok. pravi, nikoli se nisem sončila zgoraj brez. Če si se, daš prst dol. Aha, ok. Prst dol, en. Tako. Jaz se pa res nisem. In ti... Doma? Ne. Jaz si tako sploh sončam, ne. Jaz sem proti sončanju. Tako. Okay. Jaz nisem dala prsta dol, vsi ostali so ga dali. Nikoli nisem doživela ASMR orgazma. Kaj pa tu? A veš, orgasm, kaj je tisti O, ASMR to sem jaz poslušaš eksperiment in- delala. O, moj bog, jaz sem delala to eksperiment s tem ASMR, ko sem slišala, da lahko ASMR orgazem doživiš in sem rekla, ok. A veš, kaj je ASMR? Ja, da imaš kocine po koncu, pa da ti tako neki... Ja, mislim, to je. To so rade. Ampak to je to majk neki Ja. glasovi To so. je ful težko. Ja, ampak meni frendica reče, da to ni tako ratalo in se reče, izziv, a ne? In sem probala, meni ni ratalo. Tako da kaj zdaj moram prst gor Ne, imeti? ja, ne daš ga. Se pravi, da, da je No, tako intenzivno ta stimulacija. Ne veš, kaj so ugotovili, da v bistvu stimulira en isti del možganov, ko pa če, ki ga drugače stimulira fizični dotik, Ja. na genitalijah recimo, kar se vzburiš, a ne, da zvok lahko isto učinkuje, ampak ta orgazem je drugačen, a ne, je bolj kot te cel preplave, veš, te Ja. požgečkate, nežno valovi, razlije se ti čez telo, Ja. a ne. Jaz tudi to ne doživim, pa mi je ful prav krat žal. probam jaz poslušati tudi, ta pa včasih se mi zdi, ASMR. tako nekje a veš, do nekje pripelje, ampak ne gre pa, ne grem pa čez. Meni pa does Meni- nothing for me. Tako. Jaz pa, ko sem našla enega džentlmena še pitajočega, Oh. te zvoki ne, ampak on je bil pa tako kul, ko drugače je meni to te claim, a veš, Ja, ja, ne ja, sedajo te awkward stvari, sploh na meni je prav tako, no pa dej neh, ja ne. Ampak ne vem, nekaj je bilo včasih tako naletiš na nekaj, kar ti ustreza, a ne. Ker zvokov, tudi sem ful različnih zvokov sprobala, Ni. pa nič, ampak obstrižena las sem se pa zelo sprostila. Čak, kva? Jaz Veš, sem ono, bila, ko šik, pa tako šik, pa tako malo češe, pa malo na vodico čuješ, pa malo šik. Tak, veš, kar nekaj ti naredi v telesu, nekaj ti stisne, pa... Ti bi mogli pa na tisto glavo, spa, head spa. To bi me, To sem videla na Instagramu zdaj. okay. Shit. Tu pa zgleda, kot da bi mi res prišlo zraven. Ne, tu pa res dobro zgleda. Tu moramo iti. Head spa to nisi, Ljubljana. če to so mi dve rekli, da bo enkrat šle Ja, za neko nagrado. Mogoče nas bo sponzorirali. Če so gledali do zdaj. Ja, Da je klip na internet pa in ga pošlje. ja se res je. Ok, v redu. Nas vse tri bo sponzorirali. Ja. Okay. To se pravi, samo snemalce da prstle dol. Nikoli nisem obiskala delavnice senzualnosti. To date video prst dol. Ok. Nikoli nisem obiskala PKK plaže. Daš prst dol, kar si ga že. Sara in... To ti lahko nam odgovoriš. Zakaj nosijo tam kar obročke za penis na teh plažah, kovinske? Kdo nosi obročke? Za okras. Ljudje, ja, ampak fakt. Kako daš na prst? Je dejansko prstane? za okras, Ja. pač moški so imeli pač kovinske obročke za penis tako. Pa pač A kot ne neka- v erekciji penis. Ja, Normalno. kot na kital kvasu ga nosili. Jaz mislim, še nisem videla tega. Jaz pa, jaz na sem uni tam- plaži je bilo ful, tako da ne vem, ko so imeli neke seks scene, oni tam. Ok, Za okras, ampak ja. Prav. Mislim, lahko še kakšen drug razlog napišite ga, če ga veste. ok. Tako da ja, kaj je Sara sta dala obi prst dol. Jaz nisem bila še nikoli na FKK plaži. Pa ne vem, če bi sploh šla. Bom imela pa pesek v lulik. Ne bom, ne grem. Kva? Pa kva ima veze? Kva ima veze Ti ne veš, pesek? kakšna plaža je tam, kje si ti pesek pa milko zdaj dobila. Ne vem, meni se zdi, pa če se tam... Plaža je lahko tudi Ampak, kamenena, a še veš, nisi- ampak a se si- ti ne rabiš seksa tam. Pa ne bi seksala, jaz ne bi usedla tja nikamor sploh. Ampak kako Veš, kak fajn občutek je, mislim, pa tudi, če si tak, da si nekje private, se meni recimo, a veš, da si ti nekje, nisi nikdar nekje na samem, kjer ni bilo nikogar, ležala gola pod borovci, pa si šla gola kopati. Ne, bi pa šla, to bi pa šla. Ja, veš, To mi je pa tako najboljši feeling, ko si v vodi in si nag. ja, In da lahko plavaš nag, najboljši feeling. ever. najlepša stvar. Tako da to mi je the best. Sam, ja, nisem... Ja, če bi bila sama na nek, da bi lahko tako, pa da bi imela neko svežo brisačo, na kjer bi se vlekla. je čakaj? se jo Kaj na navadno plažo greš ti, kdaj na plažo navadno? Ja, navadno plažo grem. No in Tako to, kot tu je Palke gor. isto, veš? A ja, tu je tebe muč.
ker si brez kopalk, da ti ne bi šlo kaj not. Ja. Nisem na kraj pameti mi ni palo to sploh. Ja. Okay. To me ne more. Razumem Ta zdaj. Ja. ideja, da bi tako, ne vem, pol kamenčke ven izriti mogla pobirati. Ja, zato imamo ponovadi tako dlake. Pol- Ja, res je to. Ja, mislim, ja, vem, to ampak je point. To je dejansko resnica. jih nimam tam, tako da. Ja, pol pa si lahko predstavljam, da bi bilo to malo bolj zakomplicirano. Ja, pa si ima brisačko, zraven pa se vsakeč potridi, tako se usede. Pa mene pol tista brisača, ki je bila enkrat tako, dvakrat na tleh, je pol že ben cela umazana. Ja, pa si jo boš vedno na isto stran obrneš. Ja, pa če cela črna na obeh stranih, ne vem, kjera strani kjera. Ja, pa sem pravilno jo moš polagati. Ja, ne, ampak veš, enkrat jo pol zložiš, ne vem, naslednji dan, ko greš, že ne veš več, A kje je ja. kjera stran. Enkrat se obrišeš vanjo, ne veš več, kje je kjera stran. To. Naprej. Problem. Ja, jaz imam probleme glede teh stvari, sploh brez veze. Nikoli se mi ni zdelo, da sem med orgazmom kar malo umrla. Če to je ja, a ne? Ja, če si daš prsti, jaz sem tudi. Ne vem, kaj to pomeni. Tako, da ti tako res tako dobro pride, da si kar tako pač malo umrla za trenutek. Ne vem, ja, verjetno. 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 Kaj pomeni verjetno? Ja, ma ne vem, ta nekaj umrla. To mi ni glih najbolj prijeten feeling. Jaz se vsak dan kdaj tako drugače počutim, kot da bom umrla. Recimo na avtobus, ko grem, shit, se počutim, kot da bom umrla. In pol, to mi... Pa lahko daš Ampak prst to je nazaj ono, gor. ampak a veš, predstavljaj si to kot nekaj ekstatičnega. To smrt, malo smrt kot nekaj ekstatičnega, ne kot nekaj ono, da... Ja. Okay. Ja, se predstavljam, da mi je kar malo slabo. Recimo. Mi je tako ful pozitivno to povezujemo. Ta umera na avtobusu zraven. Ok, zdaj še bruhala, malo mi je slabo. Ne, Okej, res, nadaljuj. Včasih po ful močnih orgazmih je meni za trenutek malo slabo. Res. Ne, verjamem drugače. Ne vem, kaj je to neka čudna stvar. In malo me tako močen glavobol pride in malo mi je slabo. Mene zdaj že ne dvakrat ali pa trikrat tako začel trebuh boleti. Tako me je začel trebuh boleti, da sem mislila, kar da bom umrla. Pač tako Pred nisem mogla, kar v menstruo si bila. krču sem bila. Ja, ja, zihar, ja, pa ti Ne. pa gre gor. Pa Ne, ni bilo sploh nič z menstruo povezano Vem, z kaj ničemer. misliš. Pač kar zgodil se je, ne vem, niti nisem, da bi kaj tazga jedla, ampak kar tako se je zgodil pač po seksu. Ok. V glavnem vsi smo dali prst dol. Zdaj. Nikoli nisem napisala kolumne o seksu. Kar da je novo roko gor, pa nov prst A, dol. še? Ja, ja. A To sem že morda drugo? napisala, ja, da je kar Prav, prst da dol. se imenuje A kolumna. se, čakaj, to si dala, bo res zdaj si dala še le peti prst dol za kolumno. Ja, vse sem dala že dol. Ja, zdaj moraš novega. Ker to si napisala kolumno o seksu. Ah, dobro. To je dobro. dala, Saj si celo dala. roko. A ja, jaz sem mislila, da si mi da že prej Zgila, dol. ne, zgila si, A, prstu pardon, nimam več. prosti. Jaz sem mislila, da si že eno roko zgubila in da moraš iti na novo. Ok, ja, jaz si tak nisem, ti pa. Pa ko pa jaz vem, kaj pomeni kolumna? Je tako, da si zdaj spet? bila objavljena pol v časopisu. Ne, v časopisu pa ni bilo na A zdaj na časopisu. spletu, kje? Ja, povsod. Se No. skozi pišem na spletu o seksu, ko imam sex shop. Ja, sem to ni glih kolumna, ni prav Ne, specifična ni, kolumna, da ni, je, ja. a veš, Ni. mal, tako da, Tale podcast je moja kolumna o seksu. V bistvu. tam je Ne. Ja. spoken. Nikoli nisem odprla svoje erotične trgovine. Glej, kdo je dal prst dol. Kolikrat se znajdejo v istem prostoru dve ženski, ki sta odprli svojo erotično trgovino? Se to, ne? Po mojem, skoraj nikoli. Pri nas ne. Pri nas pa res ne. Ja. Ja. Tako da the best. In nikoli nisem fotografirala gole ženske. Eno drugo golo žensko. In tako sta dala vidve spet prst dol, obe. The Jaz best. nisem Nismo glih zelo bod- vsi. Nisem glih bodoar fotografinja, lahko pa pofotkam. To zveni tako, kaj je preveč. To je bilo jasno, to je se zdaj. Majci, veš, nisem ginekolog, ampak lahko pogledam. Ti smo tudi dal prst dol, ne, snemalci dal tudi, seveda. Ok, ti si dala največ prstov dol, kar pomeni, da greš v zapor. Ampak so nam lisice ukrali. Mi imamo tlene lisice, s Pa katerimi sploh niso bila poredna vprašanja, sem šla pa v zapor zaporedne. Puhaste. Ja, takole. Kam me pa pelješ? A v ta boš ti jo zapor? vklenila, ker če se jaz malo dvignem, bo moja cela roditi zunaj. Sploh ne vem, kaj bom naredila, pa od 5 hlače imam. I'm sorry. A ti pa lahko poveš, kje te lahko ljudje najdejo med tem, ko te vklenijo? Ona je profesionalka. Ja, ne, valjda. Tako le da je, a reda, ok. Cute. Kje te lahko spremljajo, če imaš kakšne stvari, ki bi jih rada izpostavila, da ljudje vejo, da te najdejo, kje je tako to. Spromoviraj se. Spromoviram naj se, v tem sem pa je zelo slaba.
No, bomo mi te spromovirali. Tako. Jaz sem v zaporu, le. Ja. In na Instagramu pejte slediti, kolumno bomo dali spodaj, spletno stran za fotke pogledati bomo dali spodaj. In kaj je tako, ker v gozdu slika ženske. Tako da, če kera hoče biti vila in iti tam v gozd, se slikati v taki lepi obleki, kot kupla pola v vetru in je mah, morate iti k njej. A imaš to kakšen gost specifično izbran ali to greš? Ne, imam lokacijo Točno izbrano. veš kam. Ja. Ok. Hudo. Ja. Pač pejte se fotkat k njej. To je zdaj njen, Zelo lepo, da bo to zelo postal tvoj lepo. glavni biznis. Zelo lepo ste vabljene. Ker je posebno doživetje. Ja, Tako zelo saj res lepo. tako Pa izgleda. zelo globoko. Ja, se vidi, to se pa vidi na slikah, res. Ja. To je to za danes. Hvala, da ste bili z nami do konca. Napišite kaj lepega v komentar. To je to. Čau! Adijo. Čau!